Tukaj sem zato, da vam konopljo celostno predstavim, da v vas mogoče zbudim enega črva radovednosti. To pravim zato, ker sem se tako jaz počutila, ko sem začela malo bolj razmišljati o teh stvareh o konoplji, kaj je res in kaj ne. In tako nekako v 10 letih bolj ali manj neresnega raziskovanja sem prišla na konec do šokantnih ugotovitev in zdi se mi prav, da tudi vas z njimi na kratko seznanim. O uporabi konoplje v kmetijstvu in v prehrani zadnje čase slišimo kar veliko. Če samo povzamem, konoplja je najboljša osnova za konobar, saj zemljo obogati z ogljikovim dioksidom, poleg tega razstruplja zemljo, vleče iz zemlje težke kovine in druge strupe, z njo po jedrski nesreči v Černobilu čistijo posledice te nesreče. Seme konoplje uvrščamo med najprimernejšo oziroma najbolj zdravo hrano za človeka, zaradi idealnih razmerij aminokislin, proteinov, vlaknin in tako naprej, ki jih seme vsebuje. Poleg tega moka iz konopljenih semen fizično odstranjuje nesnago iz našega telesa skozi celoten prebavni trakt. Hladno stisnjeno olje iz konopljenih semen pa med drugim znižuje oziroma uravnava holesterol. V gradbeništvu je trenutno največ govora o zidakih iz konoplje, ki so lahki in odlična toplotna izolacija. Nekoliko manj se v medijih omenja povezavo med konopljo in lesno industrijo. Nekatere od razlogov boste mogoče razbrali iz naslednjih podatkov. Za izdelavo enake količine papirja potrebujemo 4-krat večjo količino gozdne površine. Zamislite si nesmisel, ki ga v resnici počnemo, ker lahko neko njivo izkoriščamo leto za letom, preden obnovimo gozd, pa minejo desetletja. Za izdelavo papirja iz konoplje potrošimo 10-krat manj vode kot pri klasični izdelavi. Kemikalije niso potrebne, belila niso potrebna. Papir iz konoplje je veliko bolj obstojen in kvaliteten od papirja iz lesne celuloze. Naprimer, ameriška ustava je napisana na tem papirju, pa še zmeraj precej dobro zgleda in ameriška zgodovina pa ni toliko zelo kratka. Poleg tega je gromozanska razlika v reciklaži obeh vrst papirja. Celulozo recikliramo 3-krat, potem to zavržemo v naravo, te neuporabne ostanke, ki so polni strupov. Papir iz konoplje se da reciklirati do 8-krat, ko pa to odpadek zavržemo v naravo, v bistvu v naravi vrnemo hranila. Iz konoplje lahko izdelamo tudi obleko, avtomobilsko karoserijo, gorivo, plastiko, preko 50.000 izdelkov, ki lahko vsakega izmed njih po uporabi zavržemo v naravo in ne povzročamo nobenega tveganja. Leta 2012 je bilo v Sloveniji zasejanih približno 90 hektarov s konopljo, lansko leto 20 hektarov, letos z veseljem pričakujemo, da bo tega še precej več. Nažalost pa še vedno veljajo nesmiselne, stroge in čist nepotrebne omejitve za gojitelje tako imenovane industrijske konoplje, gojenje tako imenovane medicinske konoplje pa je sploh prepovedano. Me veseli, da ste prišli. Danes imamo eno posebno čast, da je z nami tudi agronominja Maja Cokan in bi najprej povabila njo gor, da vam ona pove to plat. In iskren pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za tak lep naziv agronominja, tudi kmetica. Tako kot vidim, imate vi vsak svoj razpoznavni znak, vse spoštovanje. Jaz pa tudi tega le nosim sabo, brez gensko spremenjenih organizmov v prehrani domačih živali. Tudi en izmed kančkov prispevka k svobodnemu kmetovanju, k naravnemu kmetovanju, k ekološkemu kmetovanju, tako tudi industrijska konoplja.
nekako kar naprej. Par slikc, par predsodkov pred tem pridelovanjem se trudim našim slovenskim kmetovalcem zgubiti, da pridelovanje industrijske konoplje ni nič posebnega, nič težavnega in da obstaja pravilnik o pridelovanju in pridobitvi dovoljenja, potreben je nakup semena in to predložiti Ministrstvu za kmetijstvo na najmanj 10 arih kmetijske površine. Kot je že koordinatorka povedala, ja, število pridelovalcev industrijske konoplje se, ali pa bomo lepo rekli, kanabis sative, se fejst povečuje v slovenskem prostoru. Lansko leto nas je bilo preko 200 in na preko 250 hektarjih kmetijskih zemljišč. In moram priznati, da prav vsak kmetovalec, ki se vsaj z 10 ari te čudovite rastline spopade, da najprej svoj lasten predsodek zgubi, da jo poseje, postaja že v naslednjem letu prerojen in osvobojen marsikaterih predsodkov. In to si želim in si želimo pač posamezniki in skupaj z vami, ki mogoče bolj na medicinskem področju gradite in iščete, tako tudi mi na kmetijskem ali pa agronomskem področju. Tudi kmetijci smo bili zapeljani v tako industrijsko rejo, industrijsko pridelavo. Tako medicina nam je tudi našo mladost in naš čas s tem zapolnjevala in, bom rekla, malo možgane oprala. Tudi v šolstvu poznamo tudi oblike drugačne vzgoje, valdorfske pedagogike. Nekako kot agronominja to povezujem in poskušam te predsodke na vse načine odnašati. In sem hvaležna, kar naprej, da v slovenskem prostoru tako fajn širimo pridelovanje. Tole je slikca, leta 2012 smo takšno veliko skupinsko žetev naredili in hvala kolegoma, ki sta se tudi pridružila v tej delovni akciji. Tudi mediji so se nam pridružili in človek potem kar dobi voljo delati nekaj drugega, na kmetijah sejati nekaj drugega kot koruzo. Pa koruzo savinjski rečejo turšca koruzi, pa spet nazaj koruzo, pač krmo za domače živali. Tole par fotografij, da si izgubljamo predsodke, da industrijske konoplje ni mogoče požeti. Glejte, vse gre ročno s kombajni, pomembno je sušenje, da naša semena ne postanejo žarka. Mogoče tule dajem okrog vrečko, noter so semena, malo jih vzemite, pojejte, pogriste in nadaljujem, ker vrečka je iz konopljinega materiala. Tudi na tem področju gradimo in v Savinjski dolini že na eni kmetiji vzpostavljamo predelavo slame v vlakna in stržen. Vlakna po eni strani, stržen tudi v industrijske gradbene namene. Glejte, taka čudovita, to kmetijsko gospodarstvo se v ta namen prestrukturira. In kaj drugega kot za dojenčke oblačila, gradbeni material. In še smo slišali za 50 000 izdelkov, ki jih na koncu lahko samo počtihamo na njivi, na vrtu, kjerkoli. Stiskanje olja, hladno stiskanje, seveda v kozmetične namene, naprej v uporabo mil, še naprej, da zamenjamo naša čistila z naravnimi. Vse to lahko vgrajujemo. Ne smemo na tem področju pozabiti, da je tega nosilec in že borec dolgoletni Dejan Rengeo. Tudi z njim se takole v dvoranah srečujemo.
Jaz sem se mu kar tudi kot aktivistka pridružila in tudi takšno predavanje organiziram. Jutri bo v Petrovčah, tudi svetovni kongres o konoplji v Prekmurju se dogaja, da se tudi na vse načine skušamo popularizirati pridelavo in vse mogoče namene in razne strokovnjake, izkustvenike združevati, se povezovati in graditi znanje na tem področju. Suša oziroma vreme nas iz leta v leto to opozarja, ne bodo poplave ali vročina ali pomanjkanje padavin. In vidite, tam je bilo posušena koruza ali pa na drugi njivi cvetoča, žareča njiva s konopljo, ki dokazuje, da je rastlina tudi sposobna marsičesa, skrajnih dejavnikov vremenskih. To, kar je pa že Vesna Tanja povedala, pa so pač tudi te kvalitetne lastnosti, ki čistijo zemljo, tudi razplevelijo. Kar naprej, pa bomo kar počasi zaključili, še kakšno slikco pokazali, da je pridelava konoplje tako kot kamilic ali pa naprej ognjiča, raznih starih žitaric, tudi to se dogaja, da smo začeli na naše slovenske njive od enozrnice, pere, kamuta in podobnih žit. Trudimo se, da damo poudarek avtohtonim slovenskim pasmam domačih živali, ker tudi en del teh živalskih beljakovin potrebujemo in rabimo in ta genetski material obdržati. Seveda pa danes in tukaj čim več mitov o konoplji razbiti in poslati stran od sebe. Hvala za tole priložnost. Zdaj pa, ko se bomo vračali domov, pa vsak enega kmeta najdete, pa ga vprašajte, kaj misliš, a bi si že to, bi sjal mogoče prvih 10 arov. Pa bomo kar hitro prišli na 400 hektarov, pa še več in na kolobarni člen na vsaki kmetiji. Hvala vam in naj bo tudi ta dogodek k temu, da čim prej pa spoznamo tudi vse zdravilne učinke in jih poskušamo tako taktično med čim večjo množico državljanov v Sloveniji prenesti. Najlepša hvala Maji za to čudovito besedilo. Lep pozdrav tudi vsem, seveda iz moje strani, ki ste danes prišli sem, ki vas to zanima. Še posebej sem ponosen, da je se danes Maja pridružila, da je pokazala, da gre za sorodne, v bistvu nagibe, sorodne namene, da se to v bistvu združuje ekološko kmetijstvo in zaščita v bistvu domačih tradicij, tudi z zdravilnimi lastnostmi konoplje. To je zelo pomembno, da se povezuje, zato je v bistvu sistem mednarodne v bistvu industrije, predvsem naftne, ki najbolj nasprotuje konoplji, je dosegel to, da se ravno to, da se fragmentira to vprašanje, da se posebej odloča o vprašanju kmetijstva, posebej odloča o vprašanju medicine in posebej odloča o vprašanju recimo javnega zdravja, da gre za določena področja, ki bi jih mogli obravnavati neke določene strokovne komisije. Gre pa v bistvu za neko rastlino, ki je bila že od najstarejših časov ključna za razvoj civilizacije, sploh v Evropi. Najstarejše sledi konoplje so 24 000 let stare na Češkem, so pravi že civilizacija, o kateri zelo malo vemo še v bistvu v Evropi naših prednikov, je to že uporabljala vsakodnevno. V bistvu tudi je v vseh najstarejših virih medicinskih, ki obstajajo na svetu, na Kitajskem, v Indiji, v starem Egiptu, posod je bila konoplja na posebno častno mesto, ki je bila pač posledina posebno. Tudi v slovenskih najstarejših izročilih nastopa kot neročljiva spremljevalka. V bistvu, pri vsaki slovenski hiši je rasel poleg berga, je rasla tudi konoplja.
Korošice so v žepu vedno nosili konopljena semena, tudi konopljeno prejo. V bistvu celo neko apokrifno zgodbo so navezali na konopljo, in sicer bi naj se Kristus nekoč skril v konopljo pred svojimi preganjavci, in zato bi naj listi konoplje še vedno imeli podobo monštrance. To je verjetno dosti starejša v bistvu zgodba navezana na Boga Kolesnika, ki je sončni bog slovenski, in je morda imel neko zgodbo, ki se je skrilo kot preganjavci, zato ker on pač je imel veliko zgodba, medtem ko v Kristusu ni take zgodbe, da bi se nekoč skrilo. Spravi, da je starejša tudi v bistvu monštrance in podoba sonca. No, ampak s tem so porazvali tudi v bistvu izročilo, da je konoplja zavetnica otrok in zaščitnica živali pred hudimi duhovi, in zato so vsako leto živino peljali v hlev čez 1 leto staro konopljo, da jih je zaščitila pred hudimi duhovi. Dejansko pa jih je v bistvu dezinficirala, ker to je v bistvu dejansko antibiotična, tudi tekstili antibiotični in dejansko dezinficirati. No, otroke, ki so bili poredni, so tudi poslali tradicionalno polje konoplje, da so se malo gledali. Skratka, to je v bistvu že prastaro vsestransko uporabna rastlina pri nas. No, to je bilo v bistvu dolg časa, tako dejansko je bilo dolg časa tudi obvezna rastlina, recimo za časa Medveške jezde so davke plačevali s tem, ki je bila pač vsestransko. Ves tekstil je odvisno od konoplje, brez konoplje ne bilo sploh ne delovarstva, ne v bistvu nobenih jemenov, mislim, praktično ne bilo kulture tam brez konoplje. No, potem pa pravzaprav prepoved konoplje, zakaj je sploh prišlo do prepovedi, zahteva še en določen uvod, ki se nanaša na v bistvu prodajo opija. To je 200 let pred bila konoplja prepovedana, se začela trgovina z opijem, in sicer so Nizozemci odkrili, da opij zasvoji, in so v bistvu potem majhne količine prodajali nekim pač revnim Indicem in Kitajcem, in ko so Angleži to v bistvu odkrili, ta način izkoriščanja, v bistvu, ki je bil zelo profitno, so to na veliko potem začeli po Kitajskem v bistvu pač ta patent izkoriščati. Dejansko pa do takrat je bil mak splošno zelišče, ki je bil v kakšnih vrtovih bolj založenih, ki pride v poštev, seveda čist kot medicinska uporaba domačega zelišča, recimo, kada pride v kakšnih hudih bolečin ali pa recimo hude nespečnosti ali pa kakšne paranoje. To je pač bilo zelišče, noben samostan ni smel biti brez maka, recimo, za skrajne primere. Ni pa bilo nobenih primerov zasvojenosti, ki pač ni se na ta način jemajo to, v bistvu ni zdravila zelišče. No, Angleži so pa pač to patentirali, da so manjše doze v bistvu prodajali, te bombončke, in to se pač so se dobili stane stranke. In to je trajalo 200 let na Kitajskem, v bistvu Kitajci potem so začeli protestirati, kitajski cesar čez 30 let je protestiral, zahteval pač, da se to konča. Angleži so ignorirali to in dve vojne sta sledili v 19. stoletju, obe so Kitajci izgubili. Potem pa v bistvu so Kitajci to že toliko masovno uporabljali, da so tudi, ko so se selili v Ameriko, so sabo pripeljali opij in v bistvu so se pa Amerikanci malo tega pravzaprav ustrašili, oziroma dejansko jim je šlo narobe, ker niso imeli nobenega profita, pri tem to je bila angleška trgovina pač. In zato so pač nekaj časa Kitajcem to dovolili, lokalno uporabo pač čisto zaprtih getih, potem pa so pravzaprav iz enih političnih razlogov je prišlo tako neka taka situacija, da je nek pač časopisni mogotec je izkoristil ta opij, tako da je pač neka druga stranka prišla na oblast in da je pač napisala, da je to rumena nevarnost, in potem vsi, ki so bili proti Kitajcem, so pač druga stranka volili. No, potem so pa v bistvu ta stranka dosti močno ratala v naslednjih desetletjih in je bila neka v bistvu dosti taka konzervativna krščanska stranka, ki se je borila proti večnim stvarem in je pol v bistvu v začetku 20. stoletja dosegla prepoved prodaje opija, najprej samo omejeno medicinsko uporabo, potem prepoved in isto tudi kokain. In leta 25 so na enem kongresu potem v zadnjih, 10 minutah sprejeli pa tudi konopljo oziroma dodali konopljo na ta v bistvu spisek, in sicer je bil to predlog egipčanske delegacije, ki so imeli v bistvu neko domnevo, da je to v povezavi s šizofrenijo, zato ker je več moških kadil hašiš, kot žensk v Egiptu, pa tudi več moških imel šizofrenijo.
čeprav ni bilo pač direktne povezave, to je bila pač neka statistična predpostavka. Indijska delegacija je protestirala proti temu, ker oni pač niso imeli nikoli problema s tem, in že tisočletja je to zelo široko uporabljeno v bistvu snov in zdravilno zelišče, ki indijska država posebej pravzaprav goji to medicinsko indijsko konopljo za svoje sadhuje, kako se reče, svetniki, so to šivaistični svetniki že tisočletja, to pač v bistvu jemljajo za svoje duhovne potrebe in so povezani pač s nekimi verskimi predstavami. Nisem imel nikoli nobenega problema, nikoli nobene povezave s šizofrenijo, ravno nasprotno. Edina raziskava, ki je bila v bistvu v 100 letih narejena do druge polovice 19. stoletja, bila leta 1892 nekaj takega v Indiji narejeno na več tisoč primerih uporabe te indijske konoplje in niso najbolj niti enega primera, ki je v bistvu kaj škodil. Tako da takrat je v bistvu bila neko vprašanje, kdo izpostavil to, če je to škodljivo, in so naredili pa raziskavo Angleži in so ugotovili, da ni škodljivo in so potem to pustili. No, ampak potem pa je prišlo do v bistvu tista frakcija, če se vrnemo nazaj na leto 1925, ta frakcija, ki je to dosegla te prepovedi, v bistvu je potem tudi dosegla prepoved alkohola, prohibicijo, ki je veljala v Ameriki 13 let in je bila izkazala za eno izmed najbolj katastrofalnih družbenih v bistvu poskusnih politik. Zato, ker to je pomeni razmah, pravzaprav naenkrat razmah kriminalnih družb, ki so se povezali s pač to ilegalno prodajo alkohola, ker nekaj pač dejstvo je, da alkohol je življenjno obstajal in da prepoved se ne izkorenila, ampak je sam v bistvu poninil načel trg in s tem pač v roke kriminalnim združbam. Druga težka plat je bila, da v bistvu da ta alkohol je bil pa nekontroliran pridelovan in je bil tudi smrtno nevarnost, da je bilo smrtnih žrtev dosti več. In se pravi, ko so to dosti hitro ugotovili v teh 13 letih, da je to katastrofa, pač prepovedati alkohola, so pač nehali s tem. Ampak med tem časom je že nek gospod eno zelo močno pisarno ustanovil za pač to prohibicijo in ni imel več kaj početi, pravzaprav, če je bilo vse prepovedano, in je takrat pa dobil nenadno pomoč v bistvu velikega kapitala. Ravno takrat je namreč Henry Ford izumil svoj avtomobil, ki je bil več ali manj vse narejen iz konoplje. Se pravi, karoserija iz konoplje, poganjala je konoplja, zgrajen praktično iz konoplje, ekološki avto praktično. To je bilo 20-30 leta ekološki avto naredil, ker ne bi sploh nič mazal v zračenje, se pravi izpuh ekološki. Tudi dosti bolj kvalitetna karoserija je bila v bistvu dosti trdna in dosti lažja, se pravi, dosti lažji avti bi bili in ekološko razgradljivi in v bistvu brez izpuhov stopenih. In seveda, ker to bi zagrabili vsi, konoplja je bila pa temelj za ta ekološki avto. Potem so se pa skup dali papirna industrija, zato ker papir ima tudi v bistvu, tale gospod Hrst je bil velik lastnik gozdov in je imel tudi pač papirno industrijo čez. In je on s temi gozdovi pač, mislim, je profitiral, ne, račun papirne industrije. Medtem, ko konoplja ima 10-kratni pridelek za papir in v bistvu res ni konkurenca prava, ne, za papir. Niti ni nafta, ne, ker v bistvu iz konoplje zraste, pač se dobi biogorivo, medtem, ker iz nafte je onesnaženo gorivo. Iz nafte se dobi neekološko plastiko, medtem, ker iz konoplje se dobi ekološko plastiko. Ne. Iz nafte se dobi neekološko kemijo, medtem, ker kemična industrija, ki je bila povezana z naftno, pač, če bi, recimo, mislim, ne bi pač profitirali. Do konc so bili kemične tovarne, Hrst in Rockefeller naftna industrija. Te so se pač dali skupaj in so financirali v bistvu to propagando, da je to neka nevarna droga. Takrat so izkoristili podoben patent, kot s Kitajci prej, ki je bila rumena nevarnost, so pa zdaj imenovali to marihuana po španskem nazivu oziroma mehiškem je pač prepovedana marihuana, takrat leta 37. In do leta 61 je imel uspel prepričati svetovno pač organizacijo, da je to nevarna droga, ki ubija, škodi zdravje, zasvoji in pač je treba prepovedati, da je to prva skupina prepovedanih drog. No, od takrat naprej se pač veliko spremenili, predvsem raziskav, ki so potrdili, da nič od tega ne drži. V zgodovini ni bilo ene znane smrtne žrtve od konoplje, ene same znane žrtve.
Medtem ko da rešitev jih je bilo, ne, vsako leto so smrtne žrtve, ki se zadušijo rešitev, če smo to rešili. Kava je v bistvu smrtno nevarna, ki pač tako prizadene za te. Sprav, to je ekstremno nenevarna rastlina tudi v vseh ozirih in dejansko, čeprav jo ločujejo na Cannabis ruderalis, pa Cannabis sativa in Cannabis indica, so v bistvu to delno umetne delitve, to se gre pač za neke splošne razvrstitve, ki so recimo ruderalis se res botanično nekoliko loč, ker pač že v 3 mesecih zacveti, ker je pač sibirska varianta, medtem, ker se gre pri indih in pri sativi več ali manj samo za razliko med razmeri, več kot 80 eteričnih olj, ki so v teh rastlinah, ampak ker jih je toliko veliko, v bistvu se gre za zelo različne razmerja in dejansko niso samo 2 tipa, ampak je nešteto tisoče podvrst, ki imajo različne razmerja teh različnih oziroma fitokanabinoidov. No, na podlagi tega, ko so hoteli dokazati, kako je to škodljiva rastlina, so delali dosti raziskav, kako vpliva konoplja na uporabnike in so dejansko ugotovili, da je ravno nasprotno, da v bistvu ne škodi telesu in da zdravi, da sproža neke zdravilne procese. In dejansko so ugotovili tudi, da obstaja v telesu nek sistem žlez z notranjim izločanjem, ki se imenuje po konoplji endokannabinoidni sistem, notranji, za razliko od konoplje, ki ima fitokannabinoidni sistem, ki tvori te zunanje žleze. Se gre pa za iste žleze, oziroma iste hormone, za iste olja. Verjetno se je konoplja prilagodila na živa bitja, zato ker to je v bistvu ni samo človeški hormon, niso samo človeške učinkovine, ampak to obstaja že od morskih praorganizmov. In je to v bistvu sestavni del sploh živih organizmov. Njihova naloga je, da v bistvu stabilizirajo oziroma njihova naloga je toliko prepletena, da pravzaprav vsi ključni procesi življenja so bistveno povezani. Spravo, če gremo po vrsti, vsi življenjski centri, kanabinoidi so bistveni za tvorbo možganov in tudi so najbolj nasičeni možgani. V vseh najrazličnejših možganskih centrih so nasičeni endokannabinoidi. V bistvu tudi za tvorbo kosti so kanabinoidi potrebni, srčni ritem, v bistvu tudi kardiovaskularni sistem, prebavni trakt, spravo peristaltiko, ciklus prebavni tudi uravnavajo, tudi v bistvu razvoj spolnih celic. Praktično ni ene stvari, na katero ne bi vplivali endokannabinoidi. Njihova funkcija v telesu, kako so ugotovili raziskovalci, je na celičnem nivoju eliminirajo, spravo odstranijo degenerirane poškodovane celice. Zato tega zdravijo vse bolezni, ki so povezane z degeneracijo tkiva in jih poznamo kot neozdravljive starostne bolezni tipa rak, tumor, levkemija, sarkom, glaukom, Parkinsonova bolezen, Crohnova bolezen, Alzheimerjeva bolezen, sladkorna bolezen, tromboza, vse bolezni, ki je v bistvu vse tkivo, vse celice poškoduje in je to napaka. Se pravi, ne zdravijo neke bolezni, ker ne napadajo bolezni, ampak odstranijo pač poškodovane celice in tvorijo nove. Za razliko od alkohola, s katerim se dela običajno največja primerjava, alkohol uničuje možganske celice, konoplja tvori nove, temu se reče neurogeneza in dejansko je to predpogoj za v bistvu vsak proces zdravljenja. Proces zdravljenja je povezan z ugodjem. Ugodje je tisti izvirni greh konoplje, zaradi katerega je to prepovedano. Zaradi tega se to imenuje kot droga, mamilo, zaradi tega, ker je vpliv ugoden. Ampak ugoden učinek konoplje je dejansko povezan, je ravno dokaz zdravljenja. Ker človek, ki trpi, se teže in počasneje zdrav, kot človek, ki je ugoden, ki ima ugoden, v bistvu se ugodno počuti. Zato tudi pravijo, da je spanje najboljša za v bistvu regeneracijo bolezni in to je tudi tipično v bistvu efekt učinka konoplje je v bistvu uspavalen.
Ena izmed konopljenih učinkovin, recimo, je tudi psihoaktivna v večji meri, da ima bolj prav v pomenu besede aktivna, kar je pa spet zdravilno. Poznamo tudi recimo psihoterapije iz drugih področij, ki pač človek mora predelati neke zadeve, miselno aktivno. In to je v bistvu v povezavi s tem, da pospešuje metabolizem, se pravi, konopljeni učinkovite pospešuje prostatiko, pospešujejo procese v bistvu zdravljenja in harmoniziranja. Dejansko so pa zelo individualne vedno posledice in učinki, zato lahko na nekoga deluje ista konoplja v enih okoliščinah uspavalno, v drugih pa ga zbudi. Zato ker v bistvu je sistem regulacije, ta funkcija endokrinskega sistema, je vedno v bistvu usmeri telo v pravo, v tisto najbolj harmonično smer, ki je potrebna, se pravi najbolj zdravo smer. Najsi bo, če je telo potrebna počitka, ga v bistvu uspava, če je telo potrebno v bistvu neke prebuditve, ga v bistvu pa zbudi. Zdaj, pri nekaterih ljudeh lahko to deluje malo dramatično, potem tako imenovani strokovnjaki so potem rekli, da to sproža šizofrenijo. Ni temu tako. Je pa res, da konoplja ima učinek, oziroma ta THC, specifičen, ima učinek na zavest, ki je v bistvu najlažje bi se ga opisati, da je ta učinek, da razširi zavest, se pravi, da v bistvu določene stvari, ki jih prej človek ni opazil, jih je pa počel avtomatično, da v bistvu jih bolj opaziti, da je bolj v njegovo pozornost in tudi da lahko bolj v bistvu se posveti eni točke in ta mogoče mu se zdi večja, koliko je kdaj opazil, ker ni več v njej, več detajlov in sprav dimenzionalno v bistvu razširi fokus. En izmed učinkov, ki mogoče tudi zadene bistvo, je pa tudi to, da pravzaprav prebudi vest. Se pravi, človek, ki v bistvu je imel večkrat izkušnje s konopljo, začne razmišljati tudi razmišljati bolj na zdrav način, bolj na harmoničen način. Zaradi tega je v bistvu skupna točka ljudi, ki v bistvu so spoznali te zdravilne učinke, da se v bistvu povezuje z naravo in da dejansko vidijo eno perspektivo naravi. Tukaj je tudi ta povezava z ekološkim kmetijstvom. Glede zakonov je pa tako, konvencija iz 61. leta je pač merodajna bila, tiste, ki medlile na napačnih predpostavkah, ki so bile pač lažno nastavljene iz ekonomskih monopolnih interesov. Zdaj počasi je pa toliko teh raziskav prišlo, da bi se to lahko končno spremenilo. Dejansko pa konvencija ne zahteva niti omejevanja gojenja navadne konoplje, se pravi tudi to, da se je treba omejevati na 1000 metrov, pa samo določenih 5 sort semen in zaradi tega nam je tudi enih par domačih sort že izginili, ker so pač te uradi tako togi in so delali take težave. Gospodu, gospa Maja Milner, Dejanu Rengeju, ki se že 15 let s tem ukvarja, smo plenili razne domače sorte in jih uničili. Je pa to povezano, ker v bistvu razlika med navadno in med medicinsko konopljo je samo, da pač ima ta višji procent eteričnih olj, ampak v bistvu se gre za isto rastlino in vsaka delitev je popolnoma umetna in ekonomsko-politična in dejansko se gre za isto sporočilo. Konoplja je zdravilna tako za zemljo kot za ljudi in tudi za živali seveda, recimo. In mislim, da zdaj sem povedal glavne stvari. Treba bi bilo pač spremeniti zakona, ki je danes nedorečen. Včeraj sem Jaka Bitenc povedal, nisi to, da smo zbrali skupaj, mi vsi tudi tisti, ki ste, pa niste dali glas, smo zbrali skupaj te glasove. Zdaj v bistvu se pa mislim, da počele začenja. To je dobro, da podarjaš, pa zdaj bom jaz podarjal. Javno obravnave ne bo namreč. Meni je iskreno žal, to ne vem, verjetno, da ne veste, namreč seveda hodila midva z Bogdanom do poslanskih skupin in danes so bila pri eni poslanskih skupini, seveda mi smo računali na javno obravnavo, zaradi tega, ker jaz mislim, da bi tudi vi radi kaj povedali na koncu koncev. Pač so rekli, da pač ni možno, zaradi tega, ker mi smo 24. vložili noter, seveda datum so nam dali oni, da se razumemo.
danes smo, kjerega smo danes, 21. Ne? 14 dni imajo časa poslanci, se pravi, mi nič ne moramo. Res v bistvu, da zahtevajo javno obravnavo, ne? In pač malo smo zviseli na koncu, ne? Ne vem, to bi mogel mogoče povedati. Jaz sem tako razočaran, da mi gre na jok na koncu, no? Sej tisti, ki to čute, po mojem bi itak pomagal tudi jogar z mano, ne? Zaradi tega, ker po eni strani se mi zdi na koncu, da nas lahko zdaj čisto povozijo, ne? Pa smo lahko ful glasni, ne? Pa ste lahko vi ful glasni, ne? Glih, to so se danes pogovarjala, ne? Da ni javne obravnave, kaj bomo naredili, ne? So še ene komisije, ne? To se morate zavedati, preden sploh do poslancev pride zadeve, sta še 2-3 komisije, ne? Poleg tega so vsaki javni poslanski, pač v vsaki poslanski skupini so odbori medicine, ekonom, bla, no, v glavnem. In sem še dobila občutek, oziroma so nam že tudi poslanske skupine povedali, da se oni ne strinjajo med sabo, ne? Tako da, kaj bomo dosegali, v bistvu pač podariti treba, kaj lahko vi pomagate, ne? Da govorite o zdravilnih učinkovinah konoplje, da ste malo bolj javni, da ste malo bolj svobodni glede tega, kaj se bo z vašim zdravjem zgodilo na koncu, ker sistem vam ne bo toliko pomagal, kot vi sami hočete na koncu, ne. Zdaj sami vidimo mi pri podpisih, kako je to, ne, ker načeloma zadnje tedne sem bil zelo psihično na koncu, ker sem mislil, da ne bomo dosegali tega, kar smo hoteli, ker nam mediji niso pomagali, pa so nam pomagali. Danes smo dosegali tako, ampak pot je še ful dolga, se mi zdi, ne. Bi sam nekaj hoditi tako pesimistično, ne, Janka je pač čustveno nekaj. No. Mislim, jaz bom tako rekel, Bodi je danes povedal, pa so bili vse ni skrivnosti, bila sva pa eni poslanski skupini, ki so v bistvu krščanski, ne. In ko je povedal on, da je pač, da se je Jezus skril v konopljo pred sovražniki, točno tako, ko ste se vi zdaj tam zasmejo, ne, isti nasmeh smo dobili med poslancev. In kako bi se jaz, jaz pač gledam iz sebe, ne. 6 let nazaj sem ugotovil, da sem lahko brez inzulina, danes se pa neki smejo, kar meni pomaga, oni pa pač tega niso občutili, ne. Jaz tudi ne moram v bistvu obsoditi enega, ki je na heroinu, ker verjetno, da občutek je na heroinu ni toliko slab, da se pa on kar jova na novo te stvari dela na koncu, ok, pustimo odvisnost, ne. Ampak pač ni pač nobenega razuma, ne. Jaz to tako gledam, ne. Ker drugače ne morem, zato ker smo danes 2014 in v bistvu po mojem, da bo res tako, da bo 2015 bojo pa oni razumeli, pa bomo naredili spremembo zakona, ne. Ja, zgleda tako, da so ti postopki zelo pač groteskni. Se pravi, da v bistvu ne gre sploh za postopke zdaj, nekako s tem, ker je taka podpora, bi naj šele dobili čisto neformalno, neko v bistvu, to smo nekako med vrsticami pač tako razumeli, neko neformalno dovoljenje, da zdaj pač mi to malo bolj javno predstavljamo in če bi pač javnost to podprla, potem da v bistvu to bi šlo skozi. To je zdaj bilo pač to neformalno sporočilo. Se pravi, da v bistvu, da formalno ta postopek itak nima veze, ker oni tak postopkov sploh ne upoštevajo pa ljudske volje, ker to se je ustavil tam pri enem vratarju nekje, ne. Ampak glede na to, da smo pač premaknili toliko ljudi, da se je izpostavilo, da je šlo to podpisati, da je zdaj ta možnost odprta, da če javnost bi to v veliki pač množično zahtevala, da v bistvu oni nimajo nekega kontra argumenta, da to ne pride. To je zdaj pač. Skratka, zdaj sam postopkovno, pa ne vem, kakšna je perspektiva. Lahko damo kakšno pritožbo, mogoče na upravno sodišče, da to čisto nasproti vsem duhom ustave, ne vem, kakšno česa pa zakonodaje, da se ljudska ustava, ljudska pobuda kar tam ustavila nekje na enem hodniku, ker to pač ni bil namen ljudske pobude, najbrž ni še noben za to topilo, da bo komisija o tem odločila, ker s komisijo smo se že pogovarjali že pred 2 leti, tam so bila že 2krat na komisiji, tam so ljudje gluhi in slepi za vse te zadeve, zato ker pač imajo svoje interese. Pač oni zasedajo tiste določene položaje, njim odgovarjajo tako, ali ne bi nobene spremembe naredili. Vsaka sprememba bi jih ogrožala, zato ker ni njihova ideja in gre pa v njihov osebni plan pač povoditi. Nekje je tudi povezan s tem, da dejansko današnja ureditev, kakor je Jaka omenil že teh ljudi, ki imajo velike težave, pač odvisnikov od težkih drog, kot so heroin, ki jih je pač sicer res
100-krat manj, koliko pač uporabnikov konoplje, ampak oni pač imajo pa res dejanski problem. No, njih je država rešila na ta način, da jim prodajajo v bistvu neko dost slabšo zadevo. To je zdaj pač uradna zadeva, ki jim metadon prodaja, ki ga v bistvu 4-krat težje se iznebiti kot heroina. Sprav, kaj se zdaj pomaga? No, in oni zdaj tudi držijo ta trg, ki je državni trg v bistvu teh odvisnikov, ki so jih spravili na metadon. In zdaj v bistvu legalizacija konoplje bi seveda ogrozila ta že vzpostavljen sistem prodaje, legalne prodaje dosti slabše droge, ki je heroin na kubik pravzaprav. Ker to je tudi opijat sami sintetični, to že v bistvu 20 let obstaja. In v bistvu te ljudje, ki se zasvojijo z metadonom, se ne morejo tega več. Mislim, je dosti težje. Tako, na ta način pač tisti taki parcialni telesi, oni pač imajo to zmenjeno, tiste komisije, cak, in zdaj, ne vem, seveda, če pa bo javna razprava, pa bi bilo pač lahko nekaj, da se zgodi, če bi bil pritisk javnosti, v bistvu je to od vas odvisno. Koliko je zdaj sploh so nam priznali dovoljenje, da lahko mi zdaj to potem govorimo, je samo od tega odvisno, da ste vi pač v takem številu šli podpisati. Če ne bi šli podpisati, pa bi nas je tako klopili. Zdaj pa, ker pač ste vi podprli in to res masovno, se je odprla možnost, da to se še bolj podpre, in če bo javnost podprla, recimo, če bi bila anketa, da je bilo 60% ljudi za to, pa mogoče bi to naredili. Saj je bila ena anketa na RTV-u. Sam so jo pač umaknili, zaradi tega, ker je bila zmanipulirana. V 1 uri pa pol 1500 glasov proti, prej bilo pa 94% za seveda legalizacijo. Sem predsednik prvega konopljega socialnega kluba. Klub je nastal leta 2010, ustanovljen je bil za pomoč bolnikom, katerim je uradno medicina odpovedala svojo pomoč, oziroma ni najdla rešitve. Pač oni velikokrat ne najdejo rešitve, oziroma jih moramo drugi iskati, zaradi tega smo tukaj. Tako da od 2010 naprej nekako uradno pomagamo. Bom po prvi povedal, da smo začeli 2011 komi pomagati, zaradi tega, ker se treba veliko stvari naučiti. Tako sem se tudi jaz rabil naučiti. Zakaj to sploh delam? V bistvu je dosti bolj pomemben po mojem. To delam zaradi tega, ker sem sam diabetik 22 let, oziroma 23 let bo zdaj. Inzulinski odvisnik sem in v bistvu svojega 11. leta nekako vem, kaj je konoplja, bla, ker sem jo konzumiral. En problem, ki mi je nastal v svoji karieri oziroma v svojem življenju, pač ob dajanju inzulina je to pač, če je kakšen inzulinski odvisnik tukaj, verjetno ve, pa se strinja z mano, večkrat prebode svoje telo, prej ki začne inzulin zaostajati, oziroma če se pač, ne vem, bula si po telesu, po domače povedano. Jaz sem že eno operacijo imel zaradi tega, upam, da me več pač ne čaka, zaradi tega na koncu to delam. Še ena varianta je, zakaj v bistvu tudi toliko intenzivno pa javno delam. 2 leti dobre nazaj sem dobil otroka in v bistvu so živci toliko poskočili, da je sladkor šel na 33, sladkorja sem imel v krvi, namreč. V tistem trenutku mi tudi 60 enot inzulina ni pomagal in smo pač konopljo uporabili, oziroma smo jo naštimali. V 50 minutah mi je šel sladkor iz 33 na 15. Uradna medicina, ne vem, kaj bi na to rekla, bi rekla, ja, prijel vam je tisti inzulin, verjetno, Jaz mislim, da temu ni tako, Zdaj pa od tistega časa naprej, v bistvu, zaradi tega delam te stvari toliko javno, Par let nazaj sem bil 3 dni brez inzulina. Moji diabetologi, veliko sem jih imel, so mi vsi govorili, da če bom tako držal svoj cukor, ki ga verjetno tudi danes držim, da ne bom imel nog, rok, v bistvu ničesar, kar danes imam, otroka. Danes vse to imam. Malo mi je čudno, zato ker pač sladkorna je vseeno bolezen, ki jo moraš čuvati, oziroma disciplina. Jaz mislim, da vsaka bolezen tako, ampak temu ni tako, na koncu. Niso povedali, da inzulin ubija vse zdrave beta celice v slino, ki jih imamo, se pravi inzulinski odvisniki, tisti, ki ste tukaj. Jaz pravim, manj inzulina, pa več olja, pa bolj zdravo življenje, oziroma bolj zdrava prehrana, bolj boste živeli. Verjetno je večina tukaj ljudi prišla poslušati sploh
S čim se ukvarjam oziroma kaj delam? Ja, delamo olje oziroma hašišovo olje, konopljino olje, lahko vidite kjerkoli je v glavnem. Nam je pač najbolj easy konopljino olje, ampak moramo pač vas naučiti razliko hašišovo olje, ki ga imam zdaj v roki, oziroma hašišovo smolo ali pa konopljino olje. Konopljino olje je narejeno iz semen konoplje, ki stiskajo tiste brikete, ki ven pridejo ponavadi ali da kakšni živini za pojesti, ali pa tudi sami jemo, je zelo dobra zadeva. To je pa narejeno iz cvetov oziroma listov oziroma konoplje, ki ima pač veliko vsebnost od THC in drugih kanabinoidov. Konoplja dokazano zdravi 105 bolezni oziroma vse avtoimune bolezni. Včasih, par let nazaj so še govorili, ja, da zdravi pa tega raka, pa unga ne, pa tretjega ne, danes so ugotovili, da vse je zdravo. Itak ste pa sami sebi najboljši zdravniki na koncu. Kaj je pomemben pri zdravljenju? Pri zdravljenju je pomemben vedeti to, da ne boste, ne vem, samo dobre volje, juhu, pa bomo zdravi, ne, ampak zdravljenje mora biti celostno. Jaz mislim, da prva zadeva, pa ful pomembna zadeva, je, da imate vi jajca, pa da rečete, jaz bom borc, ne, da bom žrtev igral, jaz sem pa bogi, malo se boste smijali okoli, pa itak, ker ste mrtvi, vam je ful ponavadi, ne, mislim pač, po mojem, ko noben se ni vrnil. Druga zadeva je prehrana, ne. Jaz govorim vse iz svojih izkušenj. Lahko je kakšen nutricionist vmes, kakšen kuhar, ne vem, tako in tako, pa se naostrinil, jaz govorim svoje izkušnje. Te izkušnje delim v bistvu tudi med svoje bolnike, med ljudi, ki pridejo do nas po pomoč, po informacije. Vse živalske maščobe črtati z jedilnika. Ne vem, jaz to zdaj že delam 8 let, se mi zdi. Oziroma več ali manj delam, ne. Čisto odvisno od otroka. Kaj pomeni živalske maščobe? Ja, tudi ribe, ne, tudi mleko, mlečne izdelke, siri, jajca in tako naprej. Pač kure imate zato, da jih imate, oziroma pač ok, ti si jajče vam naredi, po mojem, da ni panike, če ga vsake toliko cajta pojete. Vse bele stvari, moka, sladkor, sol, kaj sem še pozabil, pa riž. Upodaril sem bele stvari, se pravi, lahko vi kamutovo črno moko, pirino, črno, raženo in tako naprej. Čeprav pač tudi gluten ni dober, soja ni dobra. Pametno bi bilo nehati, mi ne priporočamo kave, tobaka, pa alkohola. Tega sploh ne priporočamo. Ok, bom iskren. Namesto kave pa če rečemo, ne vem, zeleni čaj, bo čisto the best, ne. Namesto sladkorja gremo raje na dateljne ali pa na javorjev sirup, ne. Glede na to, da imam enega kolega v kliničnem centru, mi je te stvari povedal, da je to baje bolj za moja jetra, pa ledvica, pa očesno ozadje. Pri diabetih je to problema, ne. Pri alkoholu pač, ne, to boste zamenjali za vodo, ne, se jaz mislim, da to ni panike. Malo več vode spijete, ne, pa en vas pobuče dara, ne, pa je to zadost, jaz mislim, da. No, pač to je gorenjska zadeva, no, ampak itak je največja finta o tem, da morate vi tukaj v glavi razčistiti, ne. Jaz pač ne bom to pa to zaradi tega in meni je to sveto, ne. Pri kajenju, ne, to je sploh pride upoštev pri pljučnemu raku, če je človek dobil pljučnega raka zaradi kajenja, zamenjamo, ne, tobak za konopljo, ne, saj to je pa toliko easy, da kar, mislim, saj, mlajši po mojem je to bolj jasno, ne. Samo da se razumemo, samo konopljo, ne, tobak damo pač, ne vem, za pognojitev, karkoli, pač ne kadimo tega sranja. Kar predlagam vsem bolnikom glede prehrane je še, da si preberejo Gersonovo terapijo. Jaz mislim, da je zelo dobra knjiga, ne, sam Gersona si zelo malo Slovencev lahko prvošči, ker to je pač 15 ur na dan dela samo samim človekom, pa imaš pa tistih 9 ur, da lahko spiš, ne. Tukaj je še Alkalizirajmo telo, pol od Darje Rojec, vse knjige, mislim, da je 3-4 knjige napisala zdajle, zadnjo knjigo, ko je napisala, se prav s pacienti pogovarjala,
ne pač nič o konoplji, da na to mislili, gre se samo za zelišča, notranje organe in v bistvu so jim pacienti povedali občutke in oni to se opisali v knjigi. Ful pomembno za rakave bolnike. Kemoterapija zdravi in zemlja je ravna, oziroma ploščata, ne, zdaj verjetno, da vam je jasno, ne. Lokalno, uporabljajte lokalno, oziroma ključ do uspeha je samooskrba. Jaz mislim, da tako pri prehrani kot pri zdravilih na koncu koncev. Kaj je še pomemben, pa jaz, da boste vedeli, jaz nisem sveznalec, tako da če ima kdo kaj zapovedati, oziroma da bi kaj rad vprašal, ne, tukaj smo zato, da je bolj ne javna razprava, če nam je že oni niso dali, da vidim, kaj vi razmišljate na koncu, kjero pomoč vi rabite, ne. Do mene prihajajo bioenergetiki, ki so me naučili, da v bistvu je tudi odvisno od energije na koncu, ne, naše zdravje. Jaz seveda sem pač tak človek, da dokler ne dobim, ne vem, ne. In tukaj smo imeli z bioenergetikom ta dogovor, jaz njemu olje, ker ima pač multiple sklerozo, on pa meni pač to uslugo, ne. Meni se je popravil spanje, ne. Pomemben je to, zakaj? Zato, ker spanje je regeneracija telesa, se pravi, ne. Če se zjutraj zbudimo na spanji, ponavadi lahko delamo, lahko razmišljamo, kaj bomo delali, če se zbudimo pa ne na spanji, pa razmišljamo, kdaj bomo šli spat, ne. To so energije doma, vodovodi, daljno vodi. Bioenergetik pride z zemljimi palčkami tja, jaz se še vedno mogoče kdaj norca delam iz tega, ne. Malo zapleše tam, povej kako in kaj. Jaz v enem tednu cukri iz 12, zjutraj, ko sem se zbudil, so se spravili na 5. Tako da, jaz verjamem tem zadevam, sam žal sem se zdaj preselil, tako da tisto pač zame več ne velja. Zadeva se pa skozi spreminja, to morate razumeti, ne. Pa še energijo okoli nas, to imate pa tudi vi ljudje na koncu energijo, ne. Zakaj to govorim? Zato, ker je zakon danes še tako napisan, da ščiti barabe in bolnik, večina bolnikov sploh noče povedati, da je na olju, oziroma ali da ima doma en growbox, pa da si sedi in tako naprej, ne. Tako da jaz upam, da ste kakšnega svojega propeljalka, ga je treba naučiti, da pač ne psihično odvisnost od konoplje je manjša kot od kave pa od čaja, ne. Tako da ni panike, če uporabljate konopljo, ne. Ok, še ta zadnja je verjetno fizična aktivnost in olje. Zdaj fizična aktivnost je itak pač pri ljudeh, ki so na koncu čist bogi, ne pride v upoštev, ne. Poznamo pač olja, ne. Ker ga delamo, iz olja delamo več drugih pripravkov. Eni od teh so tinkture, maščoben hašiš, to je v bistvu na isto finto kot tinktura, s tem, da je pač ni v alkoholu, ampak je v olivnem olju, ne. Potem se delajo svečke in pa maže, oziroma tudi tablete na koncu, ker tiskaj ne mara tega okusa, mu prešvaramo ta okus, čeprav se trudimo, da je tako kot bonbon, no. Če ima kdo željo od bolnikov, predvsem na njih ciljam, če ima kdo željo probati to zadevo, jaz sem danes tukaj, pa rada volja dam, ne vem, polovico zrna za tega, da bo probal, da bo mogoče prebil ti strah, sam pač ne tisti, ki voste, ne, da se razumemo. Kakšna je pa razlika med tem oljem, ki ga imate v roki, pa med svečkami? Se to, do konca moram povedati tak, ne, zato ker, zdravljenje čisto odvisno od vsakega posameznika individuuma. Tako ste vi, tako sem jaz, tako je gospa, gospod in tako naprej, ne. Svečke se uporabljajo za, vaginalno, ker je povezano z rodili, ne. Rektalno, v bistvu, pač rak na črevesju, 12-ternik in tako naprej, oziroma tudi ta, kaj je tistale, Crohnova bolezen, ne. Vse, kar je s tem povezano na ta način, na koncu, ne. Možganski tumor. Morate se zavedati, da v bistvu svečke ohranja delovanje notranjih organov, recimo enkrat, dvakrat, ne. To zdaj čisto karikiram, bom rekel enkrat, ne. Problem pri ljudeh, ki so na dializnem aparatu, ljudi, ki imajo, ne vem, ledvice, ki imajo samo eno ledvico, ne, pri takih
Jaz ne upam tvegati, da bomo pa pač imeli, ne vem, na tukaj pa zdaj boš jedel, pa ti bo super, ne. Ljudi se bo delala pa kaj lokomotiva, čez nekaj cajta pa ne. Pa zaradi te zadetosti bom rekel, da 70-80% naših bolnikov prihaja samo po svečke, kada so hit na koncu, ne. Ljudje, ki hoče še kaj narediti v življenju, ne, se pravi zjutraj, popoldne, zvečer pa itak mogoče samo olje, ne. Zaradi tega so svečke dobre, ne. Zdaj, tukaj je tista maščobna hašiš, znam rekel tinktura, to je z olivnim oljem pa s hašiševo smolo. To sem začel delati, ker sem začel svojo kariero v SKS-ka. Enemu gospodu iz Vrhnega sem pomagal, pač proračun njegov je bil zelo mečkan, v bistvu nismo nabrali 30 ml olja, ne. Glede na to, da je 90 dni 60 ml olja, se pravi polovico, smo rekli, lej, moramo neki orek narediti, ker če bomo na polovico delali, nič ne bo, ne. In sem naredil te, bom rekel, te pa domač povedan tinkture, ne. Po 15 ml metastaze iz pljuč, metastaze gor na možgane, na pljučih je imel raka, metastaze gor na možganih, zadeve so vse zginile. Sam, kot sem prej rekel, ne, čisto odvisno od vsakega individuma posebej, ne. Recimo pač tisti gospod je prepričan, da je on danes zdrav, ne, se bo videl čez čas na koncu, ne. To je pa pač olje, ne, iz katerega delamo vse druge stvari, ne. Delamo še kreme, maže, ne, s katerimi odpravljamo luskavco, artritis, revmatiki te stvari kupujejo. Jaz sem pa drugače začel te stvari delati zaradi svojih diabetičnih nog, ker naši diabetologi oziroma tisti, ki ga zdaj ima, so zelo pač veseli, ker pridejo z enim perescem, pa ti takole na koncu, čutiš, ne, pa pač rečeš, ne čutam, ne, valjda. Oziroma pač jaz zdaj čutam, ne, ni bilo tako takrat, ne. To je pač slaba prekrvitev. Glede na to, da širi žile, zboljša prekrvitev, cirkulacijo, sem si jaz to tako rešil, ne. Pri diabetikih, kar je ful pomembno, so maščobe, ne, ki sem prej govoril, živalske maščobe, itd. Jaz tega prej nisem štekel, dokler zdaj en članek nisem bral, ne. Niso vse maščobe na koncu kula, ne. In jaz bom prvič povedal, da tam kava, tobak pa alkohol, ko sem rekel, da tudi ne. Kava dvigne nivo adrenalina. Adrenalin požre ves inzulin v mojem telesu. Zdaj, če je kakšen diabetik, si lahko tukaj predstavlja, kaj to pomeni za njega, ne. Več inzulina, ne. In ko je pač skozi, ne. Jaz sem 22-letni inzulinski odvisnik in moj uraden dealer je pač farmacevtski lobby, oziroma grem po zdravniku po zdravile in to je to, ne. In oni so veseli, da dobijo, ne, na koncu. Zdravljenje traja 90 dni. Večinoma ljudi, oziroma večinoma se zdaj tema posveča rakavim bolnikom. Jaz sem diabetik tipa 1, ne. Tako da terapije so itak doživljenjske, tako da se razumemo. Pri vseh tistih boleznih, ki sem rekel, in pa rakavih bolnikih in tako naprej. V 3 mesecih oziroma 90 dneh pojemo 60 ml olja. Od 60 ml olja, tisti, ki piše, ne napiše od 60 ml olja. Zakaj tako govorim? Ker vsak individuum, eni rabijo več, eni manj. Bom povedal ena pozitivna zadeva, pa ena negativna, da boste razumeli. Oseba iz Sevence je prišla do nas z enim zdravilcem po olje. Pljučen rak, metastaziral gor na možganje. Vzela je gospa samo 3 ml olja, danes je že na delovnem mestu, nobenih metastaz več in nič, samo 3 ml je pojedla. S tem, da pač je držala prehrano, jaz mislim, da gre pač vam puncam ful to lažje, kot nam decem. Spet en primer enega bolnika, ne, 2 leti je zdravo ženo in v bistvu zdravi, tako kot smo rekli, ne, ampak še ni prišel tistega učinka, ki smo hoteli, ne, da bi pač žena, wow, zdaj bom pa živela, ne. Tako da pač, to je spet odvisno od vsakega individuma posebej, ne. Spet konzumiranje odvisno, kdaj začne človek, ne. Začer ali pa zjutraj. Pa spet čisto odvisno od človeka, v kakšnem stadiju je. Jaz sem vam zdaj povedal eno simpel zadevo, ampak probajte razumeti, da je spet vsak individuum, en bi mogoče malo več rabo, drug manj, en skoraj nič.
Prvi mesec se poje 10 ml, drugi mesec 20 ml, tretji mesec 30 ml. Eksponentno zadeva vsak mesec raste. Prvi teden, tisti, ki imajo normalen oziroma višji pritisk, začnejo zvečer. Pol ure pred spanjem oziroma 2 uri pa pol po večeri. Zakaj to govorim? Zato, ker pač tako ne grejo štrit za prehrano, ne? Ker če bi vi za prehrano to jedli oziroma malo kasneje, bi na koncu učink čutili šele v 5-6 zjutraj. Tega pa verjetno nočete. Ne? Tako delamo en teden. Količina je za polovico rižovega zrna. Tisti, ki imajo malo več jajc, po domače povedan, lahko tudi rižovo zrno. Drugi teden vajo ponovite, zvečer in zjutraj. Zjutraj natešče, čez dobre pol ure, ko zadeva začne delovati, lahko jete. Pri prehrani prej, kar nisem omenil, pa se mi zdi zelo pomemben, je, da začnete sočati zelenjavo, sadje oziroma smudije piti. A poznate te stvari, pa super prehrana, super živila, klorofil, konopljeni proteini in tako naprej. Drugi teden smo še zjutraj. Tretji teden pa količina ostaja ista, da se razumemo. Tretji teden vzamemo zvečer, zjutraj in še popoldne. Popoldne čisto vsem, kdaj vzamemo ali pred, ali po, ali pa med kosilom. Itak priporočamo tistim, ki so zelo ubogi oziroma bolani, da se ne posvetijo sebi, ne službi. Imeli smo v klubu Orfej, imeli smo v nedeljo predavanje, pa je prišla ena bolnica, ki je bila že prejšnji let na predavanju, pa me cel cajt sprašvala vmes, a je pomemben, da jaz pojem pač v tolkem cajtu, tok pa tok, ne. In je ona od oktober, november, december, januar, v 4 mesecih je pojedla, mislim, da 20 ml, ne. Pa še vedno je boga, ne. Ful je pomemben, ne, zato če vi hočete učinek dosežiti, ga boste le tako dosegali, ne. Spet govorim od 60 ml naprej, ne. Zdaj pač probite logično razmišljati, ne. Prvi mesec morate pojesti 0,3 ml, ne. Drugi mesec 0,6 ml, tretji mesec 0,9 ml. Jaz imam 1, 2, 3 bolnike, ki pojejo tudi po 2, po 3 ml, ne. Tako da ne teh stvari zagrabati, ki ne vem koga, ne, ampak probavati morate na koncu, ne. Kaj je najbolj pomembno, ne, pri vseh teh zdravljenjih? Ko končamo intenzivno zdravljenje, pa je lahko to pol leta, 3 mesece, mesec, 1 let, nadaljujemo preventivno kuro, v glavnem ne nehamo, ne. Danes sem imel tukaj eno zdravnico, pa višjo medicinsko sestro, pa vedno več je teh ljudi, ki so prav iz onkološkega inštituta bili, oziroma ne pri nas, ampak iz drugje, iz Gor, mislim, da iz Slovenj Gradca. Ljudje, bolniki se vračate nazaj, ne. Na pol leta imate pač preiskave in hodite na tiste stvari, da vidite izvide in pol, ko se enkrat vrne, dobite kemoterapijo, obsevanje in pol, ponavadi ni zgodba lepa. Jaz bi rad še podaril par dejstev. 7 od 10 ljudi, ki gre na kemoterapijo po obsevanje, pa lepo vas prosim, da se razumemo, jaz nočem nobenega strašicam, to je dejstvo, malo si na internetu pogledajte, pa jaz imam take izkušnje. 7 od 10 ljudi umre, ki gre na kemoterapijo po obsevanje. Moja izkušnja, žal, slaba izkušnja, da tudi ljudje, ki so šli na kemoterapijo po obsevanje, samo enega imam, ki je rekel, pomagal mi je. Vsi drugače so prišli do mene po olje oziroma po informacije, zato ker zadeva se je vrnila. Ker se je vrnila enkrat hujša. Žal imam tudi v družini, moj stric ima zdaj že 3. raka. Prvič, ko sem se zavedel, da je imel raka, sem imel 13 let. In se zdaj končno bori tudi s konopljo, ne. Tako da tisti, ki še niste prepričani v te zadeve, morate pač vztrajati, ne. Doživljenjsko, se pravi mililiter olja na mesec, oziroma 2 ml. Če gledamo letno ravno, je to 12 do 24 ml. Seveda, ključ do uspeha je samooskrba. Bodite face, če imate nekje kakšen prostor, si posadite 2-3 konoplje, oziroma vsaj na odraslo osebo
neki roša, ne. In začnite sami pri sebi to, kar sem jaz delal na koncu in boste najboljši zdravniki sami sebi. Kar moram podariti pri zdravljenju, pa ful pomembno je, da tisti, ki imate nizek ali pa nižji pritisk, ne, zato ker pa zadeva znižuje pritisk. Je pomembno, da začnete, da pač obrnete zdravljenja, ne. Tisti ste začeli pač zvečer, z nižjim pritiskom začnete zjutraj. Zdaj, če to premica, ne, zjutraj vzamemo največ, proti večeru se zadeva manjša. Spet, zaradi izkušenj govorim, ne, ljudje so skup padali zjutraj, so jih partnerji pobirali, pa niso vedeli pol kaj, kako in zakaj. Če bi se kaj takega zgodil, limona, med, boh sebi spravili, kakšni agrumi na koncu. Spet tisti, ki ne morajo tega občutka omotičnosti, bom rekel, večje prisebnosti prenesti, ne, so taki svečke, ne. Spet, ker noben je vprašal, da vas bom jaz povedal, ne. Zakaj, mislim, kaj bi naredili med kemoterapijo, ne, po posevanjem, veliko ljudi me to vpraša. Mi priporočamo, da se vzema, seveda olje, ne. S tem, da je pač treba eno razliko narediti, ne. Med obsevanjem priporočamo samo olje, nobenih maščobnih stvari, zaradi ker obsevanje je žarčenje telesa in na koncu je človek decembra tako jav, kot mogo biti avgusta, ne. Tudi izkušnja imam s tem, žal. Med samo kemoterapijo lajša bolečine, krče, slabosti, prehrambene navade, človek je lačen, bi jedel, a ne, na koncu se tudi zjutraj gre na veliko stran in tako naprej, prebrava se te ljudi. Drugače kemoterapija cel telo uniči, a ne, zaradi tega pač moj predlog je, da med samo kemoterapijo vzemate to, kar sami mislite, da lahko. Poslušajte svoje telo. Mi nismo zdravniki, imamo kontakte z zdravniki, sestrami itd. Se posvetujemo z njimi, priporočamo vam tudi, da se pogovorite s svojim zdravnikom, da jim povete mogoče te stvari, ki ste jih tukaj slišali, ne. Ne, da boste se bali to vprašati, ker na koncu ste vi bolani, ne vidva ali pa ti, ne. In vsak se mora za svoje zdravje brigati, a ne. Jaz sem sam do tega prišel na koncu, a ne. Zdaj, veliko ljudi me vpraša, kaj pa z otroki. V našem klubu pomagamo, pa je, da smo ozdravili. Jaz rečem pa je, zaradi tega, ker mene bolniki več ne dobite na telefon, ampak moja sestro, glaukom, multipla skleroza, rak, diabetes. Jaz za te 4 vem. Prišli so tudi otroci, oziroma starši otrok, zdaj ena uspešna se mi zdi mišična distrofija, ne, pri otrocih. Namreč, v Soči imam starša iz Maribora, ki imata 7-letnega ali 8-letnega fantka, ki na tistem vozičku, malo bolj poseben voziček je v glavnem, ne, ker je otrok gor, malo bolj je prevezan, ker se to spremika, so dobrovoljci taki, da sam pejmo. Če bi bil jaz tak, bilo ful dobro. Tukaj sem se pač ustrašil oralnega jemanja pri tem otroku, zaradi tega, ker je pa že tako je malo ubogi, bom rekel, pri tem ugibanju, ne. In smo začeli otroka mazati, oziroma starši, po fizioterapiji imajo ti otroci z mišično distrofijo masažo, ne. In po masaži je ta otrok zelo jokal, vsakič, ko ga je masirala tista punca tam. Zdaj, ko smo mi dali eno mažo, otrok do zdaj ni niti enkrat tudi za javko, ne. Pač prišla starša sem v Kino Šiška do mene in sem rekel, kakšen rezultat, a se je kaj zgodil, ne. Pa sta povedala, da niti enkrat do zdaj ni za javko, a ne. Je pa problem tukaj, da otrokom dajati konopljo, a ne, zaradi THC-a, ne, ker je psihoaktivna snov. Ker če damo mi to otroku, ki je star 7 let, pač otrok ni več otrok, a ne. Žal, oziroma na srečo, kakorkoli bi rekel, imam izkušnje s tem. Tako da tukaj bi izpostavil več vrst konopelj, kot je Bodi prej rekel, Indica sativa ruderalis, a ne. Naredili so zdaj v Koloradu eno konoplo, ki ima 0,1% THC-ja pa veliko CBD-ja, a ne. Take stvari za otroke, a ne. V našem klubu zaradi tega ful javno ne moramo o teh stvari govoriti, ker smo
parim otrokom pomagali, pa smo žal lansko let bili poleg dveh, ki ni bilo več šans, a ne. Spet je tukaj vprašanje zadetosti, a ne. Veliko se vas verjetno sprašuje, se otrok ne more biti zadet, ne. Jaz sem pa tako rekel, a ne, če otrok na smrt bolan pri 3 letih, a ne, pa če mu to ne bo škodovalo, seveda, kar smo že povedali, da mu ne bo, a ne, a ni boljš, da je 1 let, bom rekel, ka mamba, a ne, oziroma, ka ne vem kaj, pa bo otrok še doživel to, ka more, ne, da bo otrok umrl takrat, ki, mislim, a me razumete, pač otroci niso živeli na koncu, a ne. Zdaj, a kdo ima kakšno vprašanje tukaj od vas slučajno? Olje, ki ga vi izdelujete, Lepo prosim. a se bo eno sorto konoplje ali je mešano? Hvala za vprašanje. Jaz zdaj to delam 4-5 let, iskreno. Prvo sem delal iz ene sorte, zato ker ko začneš stvari delati, seveda nisi najboljši, nisi največji, tudi zdaj nisem, da se razumemo, veliko ljudi me poje za malco verjetno, a ne. Začel sem z 10 grami, a ne. Pa vse step by step, a ne. Pa to ste se pozanimali pač o osebnosti? Imam doma, oziroma pač glede na to, da toliko javno te stvari delam, me vabijo tudi na kakšne sejme, hodam do, recimo pač v Španiji sem valjda bil zdaj na 2-3 sejmih, sem kupil en kit, ki obstaja. Imam to srečo, da imam tudi na inštitutu Jožef Štefan enega človeka, bom rekel znanca, ki mi naredi analizo, s tem, da bom spet rekel, da to analizo šparam za tistega, ki mi bo rekel za svojega otroka. Ker pač otroci so naše največje bogatstvo na koncu. Jaz si upam marsikaj pojesti, zaradi tega, da bo moj otrok pa na koncu zdrav, ne. Več vrst konoplje, več vrst kanabinoidov, a ne. Več možnosti, zdaj ti bom povedal svoj primer. Jaz sem prejšnji teden imel eno zadevo, ki sem delal jaz iz 5 hrošč, a ne. Zadeva mi je tako pomagala, da sem ob 10 zvečer, ko mi 10% inzulina vzel, pa še to je bilo teh 10% za spanje. Namreč jaz nočem, ne vem, da bi se zbujil, pa jedel, pa kadil kakorkoli ali pa vaporizer, a ne. Potem sem prešal to na zadevo, ki je samo iz 2 konopelj narejena. Danes sem na 30%, a ne, oziroma v prvi si povedal, danes sem na 60%, ker smo bili pač v državnem zboru, a ne, drugače sem pa na 30, a ne. Se pravi, ena zadeva bolj deluje kot druga, a ne. Zdaj tukaj je dobro vprašanje tudi, a ne. Jaz sem bil par let nazaj 3 dni brez inzulina, čist, ne. Tudi po vohu ga nisem. Pojedel sem pa 4 ml olja na dan. Jaz sem prepričan, da če zberem nekaj kakšnega sponzorja, ali pa enega, ki bi tudi šel z mano, da bi šli v Colorado, ki se lahko s temi stvarmi ukvarjam, jaz sem prepričan, da najdemo konopljo, ki bom rabil samo 1 ml na dan, pa sem brez inzulina. Poleg pravilne prehrane, pozitivno razmišljati in tako naprej, ne. Koliko laboratorijev pa obstaja v Sloveniji, kot so delali? V Sloveniji dejansko ni laboratorijev, ki bi to delali, tudi policijski laboratoriji, lari-fari. Jaz mislim, da bi mogli mi, ti, jaz ali pa vi, tukaj tisti, ki je kemik, na koncu se mogli skrb dobiti, pa dej, a gremo nekaj narediti, a ne, zato ker jaz sem se pozanimal, a ne, aparatura v Ameriki stane $20,000, ne, sej 20 ljudi se skrb dobi, a ne, če tako pogledaš, investiral v to, imamo mi svojo analizo, a ne. Zakon, ko smo napisali tako, da je dober za ljudi, ker tudi za farmacijo, na koncu bo farmacija izvajala poskuse oziroma kvaliteto, ne, nadzora. Tako da mene tega ni strah, to je samo dobrodošlo, ne. Strah me je v bistvu samo to, kar sem prej začel, pa govoril, a ne, da nas lahko povozijo, kakor nas hočejo, a ne. Ne glede na to, da smo 11,051 podpisov dobili za konopljo, skupaj čez 28,000 podpisov, jaz mislim, da to ni zanemarljivo. Vprašanje, glede jemanja, ali svinčka, ali olja, kaj če zakoli. Zdaj, prej bo to podatko, a to pač produkt dobiš nekaj ne dobila osnovna zdravnica? Tako je, ja. Moram par stvari poudariti, pa je dobro, da vas veliko tukaj, ne, da veste. Tisti, ki se naučijo, a ne, ponavadi smo to tisti, ki smo bolani, poznam enega iz Maribora, ki ima multiplo in dela te stvari. Jaz mislim, da takim se da zaupati, zato ker dajemo to česa, ne. So ena navodila, seveda, da so navodila, zato ker če hočete vi uspešno zdravljenje, vam je treba dati ena navodila, ne da bom jaz s tem prišel do vas,
dolgo čakal na denar, pa tekel stran, kar je zdaj stalna praksa v Sloveniji. Ne. Spremembo zakona bi se tudi tega na koncu rešila. Ne. Navodila so pa nujna. Brez navodil veliko ljudi nima več možnosti. Zakaj? Zato, ker ljudje pol samouki, ne, njim povejo prvih par tednov, tako pa tako delata, ne, ampak ne povejo jim, da morajo oni v bistvu vsak teden, koliko ima človek moči, večati zadevo, ne. Seveda da ni, ne, to je tako, kot če gledava nivo prag bolečine, ne. Zdaj te takole boli in ti rabiš ta prag bolečine zbiti. Boš konoplo pojedla in boš to čez, ne. Naslednji dan boš isto količino pojedla in prag bolečino bo še vedno tukaj. Te bo do sem prišlo, ne, a razumeš? Pri nas pa nimamo teh izkušenj. V zadnjem stadiju raka, 2 meseca, ista količina, od začetka do konca. Ne sme biti ista količina. Količina, nič ga ni bolelo, ni metastaze, pa hude na hrbtenici, se pravi na kostnega raka. Konoplja je držala ista količina od začetka do konca. Super, to je pa vsak individuum, ne? Morfi smo pa večali konolci, tako da imamo že popolnoma zastrupljeni, popolnoma prebava ustavljena in to, kaj pravite, navodila. Kaj ti bojo navodila? Pri morfiju smo dobili strašna navodila. Noben ni povedal, kako bo pariral, noben ni povedal, kako bo pariral. Videl si, kako trpi, noben ni povedal, kako se bo ustavila prebava. S konopljo se je prebava popolnoma uredila. Popolnoma. S tem, da je vse se uredil, koža je dobil krasno. Jaz mislim, da če bi prej začeli, bi ga rešili. A je kakšen pacient, ki hodi do nas, do mene, ki ima dobre izkušnje? Najlepša hvala vam za to izkušnjo. Zaradi tega so potrebna navodila, nujno potrebna navodila. Jaz mislim, da bi mogli en standard narediti oziroma napisati, tega se probite držati. Na internetu je tega veliko. Ok, ni mogoče prevedenega. Jaz sicer imam napisan na roko, bom dal to na internet, zaradi tega, da bo tam imel v glavi. Ne. Jaz tudi, ko pravim 3 mesece, 3 mesece je zdravljenje, en individuum rabi zdravljenje 6 mesecev intenzivno, ne. Potem pa naredimo samo vzdrževalno terapijo. Jaz sem eno vprašanje, Jarka, veš kaj me zanima? Kožni rak, sončni, a poznaš, si imel kakšen tak primer? Sploh ne vem, kaj nisem, bom turistil. Jaz sem pač nabavila smolo in zdaj se prijatelj maže s tem in je pač po 14 dneh dobil ogromne kolobarje, program, v bistvu sem mu navidel še poslabšal. Zdaj mogoče imaš odgovor, kaj bi lahko bilo? Tvoje mail sem dobil, je tako? Ja. Midva se govorila. A imaš olje s sabo? Oprosti, te lahko tikam. Ja, zdaj ga nimam s sabo. Ne. Dobro je bilo preveriti, no, ker jaz pač se upam recimo s svojim oljem njega namazati, brez najmanjše panike. To je spet tudi pač odvisano, ne. Črnega trga se moramo znabiti, zato ker so vsi profesorji, mi delamo pa tako, ne. Realno se čist nekaj drugega, ne. Zakaj bi lahko bilo topilo ali kaj, da je bilo nekako? Veš, lahko, recimo zdaj, ko je bila, bom odgovoril samo. Zdaj, ko je bila recimo tista reportaža na Pop TV-u, zastopitev z hašiševim oljem, to je bilo meni, v bistvu po prvi spovedal, jaz sem se jokal neki cajt, pa sem se pa smejal, ker sem spoznal vse te bolnike. Namreč tam je bila zadeva taka, da ko so noter dali v injekcijo olje, je človek butno in je, jaz mislim, da je 2-3 ml na eno osebo in pač tisti človek je vzel in je polizal in takrat oni so pač Pop TV rekel, ja, zastopitev z oljem, ne. Lahko bi rekel, mogoče malo predoziranje, ne? Se pravi, človeka je treba samo, da pride k sebi, ne? Ali pa alkohol, ne? Čisto odvisno s katerim alkoholom dela. Več topil poznamo, ne? Izopropilni, etilni alkohol, izopropanol, ne? Pol je pa še metanol, pa še z butanom delajo, ne? Jaz preferiram, zdaj vam bom govoril, zaradi tega, ker pač jaz ful dolgo že delam te stvari, ne, izopropilni alkohol. Zakaj? Zaradi tega, ker je 99,7% in ker je najcenejši tudi za vas na koncu. Jaz imam tudi etilen alkohol, ki stane 28 €, cena tistega je pa mislim, da je 5-6 €, tako da prešparaš dost. Sam finta je, da moraš tistega toliko cajta kuhati, ne pa še v pečitveno 120 stopinj dati, ne, za 1 uro, da gre vaš alkohol ven, ne. To je ful pomemben, ne, in če ne poznaš, ne veš postopka, kako je človek delal, ne, je ful težko zaupati, ne, po mojem. Žal mi je, da nimam nobene maže, ki bi ti kar dol nadej, da se maže, da vidimo, kva se bo zgodilo, ne. Škoda, ki ga ni tukaj, ne. Se lahko sam zaprobati,
A boš probala? No, pa jaz probam na koži, ko pa sem jaz probala na sep, ne, in se mi isto zgodilo, ne. Je probaj, ne? Ja, Super, jaz sem za, evo ga, the best, super. Ima kdo kakšno vprašanje od vas? Vaš ole, pač nam je vstal, ker drugače je pač. Je tukaj smo pa ga bomo vzeli, ne? Ja, pa ja, da ne dam. Mislim, ne. Ok, mislim, jaz hočem to povedati, ne. Veliko bolnikov je do nas prišlo in so vzeli vas ole, ker je bil pač človek tako bolan, da ni bilo nič, da ni bilo več šans, ne. In seveda smo tukaj zato, da vam ga vzamemo, vam damo denar nazaj, zaradi tega, da na to ni zdaj mater, kam pa jaz s tem, ne. Sploh ni problem, ker da primerno, mi v bistvu niti ni smešane, dejansko čisto vse kožne spremembe, lahko so, ne vem, bradavice, to vse gre, mozoli, kozdine, ne vem, turi, kar šte. Kako se pa, a to se sam maže? Dobro večer, jaz sem tukaj. Ne, se jaz lahko tudi do vas pridem, pač to ni panike. Pa je, da se malo težje do mene pride, ne, sam, jaz sem pač tako, od ponedeljka do petka imam urnike, najdete me tukaj v Kino Šiška, ne. Od 10, pa ponovadi tam do 7, 8, dajte del, no. Drugač pa pač imam telefon, moja sestra je moja tajnica, tako da se lahko z njo zmenite v bistvu vse. A je pa še en nasvet, Lepo prosim. če kdo je, moj oče je zelo težko to konzumiral, ker sem mu je lepila, on je čez dihal, on je imel čisto presušena usta in ni mogel tega dosti praviti. In smo dali na tak majčkan koščak tega vafla, v bistvu. Lepili smo mu na nebo in potem smo dali pol žličke kokosovega olja čez in je to lahko zlizal, da se je stopil pač v kokosovem olju in je to zlizal in šlo dol. Ta kokosov olje mu je bil pač še bolje absorbiral, verjete, ne. Zdaj, ko ste to rekla, ne, jaz imam očeta, ki pač 25 let je delal v bolnici Peter Držaja, to je takile v zadnji. Konoplja, to je pa droga, ne. Še zdaj, ko sem mu hašiš pokazal, je rekel, sine, ok, si na olju, ampak hašiš, to pa ne, ko boš prišel na heroin, ne, ampak smo pa se umirili. On je bil na 13 tabletah prej. Pritisk, holesterol, rečenje krvi, perseni, porinčki, pač kokte na koncu. Sem ga prepričal, ne, ujemanje tega, samo fotor je pač model, se verjetno, da so vsi vaši fotori isti, ne. On si naredi tortico, ne, prav si naredim tortico, ne, banano, pa en piškot, pa gor na piškot namaže eno količino in pol poje, ful mu je lažje, nima tega okusa. Pač dejstvo je, pa to morate vedeti, naredite lahko kar hočete, ne. Jaz sem najdel veganske kapsule, ne, ki jih nafilate noter, če nočete tega okusa. Lahko si kupite papirčke, ne, v papirčke noter zavijete, pojete, pa nimate tega okusa. Sam pač pomembno je, ne, mazanje, ne, tega prej nisem pokazal, ne. Poližete prst, ne, in namažete na prst. Pod jezik. Pod jezik jaz si še zobmi pomagam, ne, na koncu, da vse dobim, ker to je pač le smola, zaradi tega poližemo to zadevo. Ta je dobra. No, se je tisto, ki bi rad probal, da bo vedel, ne. Ima tukaj le, ne, samo zdravljenje na koncu, da ne bom koga kaj bavil. To je v bistvu najhitreje delovanje, ne. S tem, da pač vi ste najboljši zdravniki sami sebi, tako da boste najdeli svojo varianto, ne. Zdaj, v primeru neka svojci umrejo, če umrejo, ali pa drugi ljudje, jaz predlagam ljudem, ne, pa pač imejte olje za sebe, zaradi tega, ker jaz mislim, da okolica glih toliko trpi, kot bolnik, ne, pa bolnik, ki umre, njemu itak the best, po mojem, ne, da se razumemo, vsi zraven pa trpimo, kako je bilo, bla, ne, je bolj, da tudi začnete s terapijo zvečer, ne, zvečer, pol ure pred spanjem, oziroma 2 ure po večerja, ne, čisto isto finto. Če bi bil kakšen policaj tukaj, pa verjetno, da je, ne, bi mi rekel, ja, zdaj pa zavajaš, ne, sam, to ti bo pomagalo, to bo verjetno vsem pomagalo, ne. Tako je, ne, če ti prepozno zveš za raka, da sploh nimaš več možnosti, da bi prišlo tukaj, ker so zadnji stadiji. Ti samo to razmišljaš, da človek ne bo trpel. In ko ga vidiš na morfiju trpeti, bi naredil vse, da ne bi trpel. Več volja. Naprimer, potem, vem, ampak naprimer, ko pa vidiš, ni želel in moraš to spoštovati. Pustimo tisto, ker že enkrat toliko trpi, da želi samo še videti, tako človeku primerno videti, ne pa trpeti. In potem pride, naprimer, en sorodnik, drug sorodnik, tretji prijatelj, vsi so nekaj ljudi izgubljali, vsi so imajo za sabo, naprimer, po 2-3 sorodnike, ki so gledali v mukah umirali, vse na morfiju, ampak res v mukah,
ki je imel na 2-3 dni klesterje, da je lahko sploh odvajal. In pa reče, kako pa lahko? Ja, kako? In pa nekaj časa cincaš pa rečeš zred konoplje. In poveš en po drugmu. In zdaj, kako da nazaj k tebi, da še kaj mi tukaj, da še kaj povej, jaz hočem biti pripravljen. Da daš enkrat toliko trpljenja skozi. Verjetno se ljudje tle niti ne zavedajo. Mislim, koliko je to hudo, ko vidiš, misliš, da imaš največ, da na smrt trpi. Mislim, tako neskončen trpi. Jaz bi dala psa. Če bi ga videla tako trpeti, bi ga dala eutanazirati. To se grozno sliši. Ampak kar bi naredil vse, da bi svojemu človeku pomagal dostojno videti. No, mislim, tukaj te pač, ne bom rekel, 100% razumem, ne? Poskušam te, zato ker jaz imam še svojca. Ne morem, ampak lahko ti pa iskreno povem, da sem bil odkar 4 leta zdaj tistimi delam in videl sem 31 ljudi umreti. Med temi ljudmi so bili tudi otroci, ne. Tako da pol, če gremo v to vlogo, se lahko oba dva joka, po mojem osi, pa Paloma zasluži ful na nas, na koncu. Pol si tako vprašaš, ne. Jaz recimo, všeč mi je, da ste zdaj vi tukaj povedali, ti, da je pomemben, da je pomemben, da v enem segmentu pijete nekaj, ne da boste zdaj na pamet jedli 3 mesece pa po 0,2 ml ali pa 1 ml ali pa kaj, ne, ker mogoče pa to ni tista terapija, ne, da gremo step by step, oziroma da pol, jaz imam nekega človeka v Kranju, ki je v 5 tednih pojedel 23 ml olja. Sam zdaj, to je dosti pomembna zadeva za nas dece, ne, rak prostate. PSA se mu je pa čez nekaj cajta povišal, kljub temu, da je on 3 ml olja že na dan pojedel. Pol sem čez nekaj cajta dobil en mail od tegale enega zdravnika iz Maribora, nekaj na FF, kaj je bil? No pač en iz medicinske fakultete, saj ne vem, kaj sem hotel povedati. Ja, hvala vam. In sem dobil, in to sem dobil od bolnika, zato ker pač jaz svoje izkušnje, ki vam govorim v bistvu, jaz imam diabetes tipa 1, ampak jaz nimam raka, nimam unega, 3., 4. Poslušam pa v bistvu tega vsak dan, ne. PSA je tako kot hemoglobin, kot sladkor v krvi, ne. In zdaj povišan PSA ne pomeni, da mater, zdaj imam pa jaz raka, ne. Sploh pri temu človeku, ki je toliko veliko olja pojedel, so pol še druge raziskave delati, pa se je mu delo brisal, v glavnem, način hudega, ne. Je pa zelo pomemben to pri fantih, ne. Prosim. Jaz bi z gospo, ki prej govorila, sem iz Vidnega kota izstopila. Vem, kako je zdaj za vse skrite policaje tukaj, če je kdo. Ko dobiš raka, ki pelje v koncu, ti pač to, da si policist, da si kriminalist, da si zdravnik, nič ne pomeni več. Pač začne se tvoj boj, v sekundi ti vsi plani padejo. In jaz pač, Jaka je meni zelo veliko pomagal v tistih momentih. Jaz sem zanj študirala za nazaj, moj oče bil, da ne rečem, slaven kriminalist. In sem se vprašala nekaj. Moj oče po kemoterapiji nikoli ni bruhal. Je izgubil zavest. Zakaj? Ker del kemoterapije so tudi apaurini. So delali preiskave, je bilo vse v redu, je bil tumor naprt, se je zmanjšan, so naredili še eno kemoterapijo, se je tumor razlil, je šel v možgane, je šel na jetra, človek je trpel kot žival. Takrat je Jaka nastopil, sem ga poklicala, res, to je bilo pred zadnji dan, to je njegova smrtja. Ko človek kot da bi se izklopil. Nobenega krča bolečine, razen tako pravi gospa, bi bila eutanazija. Na onkološkem se vrši eutanazija, ne v sekundi, ampak v času tedna v dneh. Vsi so navajeni, da tam se sestre srečujejo smrtno. Jaz sem prikrivala to, pa se je polštar umazal. Se kakva bojo zdaj rekli. Ampak enostavno, tisti ni šel mlini, tisti je bil malo večje zrno hašiša, če ga je že tam odpelo zavest, mu drug spet sem veliko. In
In nikoli, čeprav Jaka razlaga o mililitrih, o količinah, nikoli nisem niti podvomila, da bi Jaka to probo zlorabila. Ali pa rekel, da zdaj pa še temu reč, pa unmu reč. Meni so hodili zdravniki, a lahko unga z oljem. Zdravniki. Ma žena raka, ima otroke raka. Mislim, ko dobiš raka, pa je kar neki upokojenih policistov hitro je zbolel in je šlo in še grejo. Tako da jaz bi res rotim to državo, odprite konopljo v medicinske namene. Tiska bo kadil jointe, jih bo najdel še vedno, posadil še vedno, imel lokalna novinarja, bo kadil naprej. Ljudje, ki pa bojo še se od 13 leta naprej, do 60 ga borim zraku. Ne? Pa je vsaj umiru. Jaz prav nisem dojela, sem nekaj pucala, sem rekla, vse Anton ni bruhu. Sam nekaj mu je bilo pa krajše. Bolezen je šla psoati. Ni bilo pomoči. Tudi Jaka me je soočil, da pomoči ni, da smo mu bila šli. Tako da, mislim, da bi, sem kar vesela, da slišam, kaj policija v novi dobi dela, pa koga ljudi. Do medicinske namene, dala sem svoj podpis, pa me zdaj na tega, ni problema. Jaz bi še nekaj vprašala. Prej si rekel, da za raka dobijo na črevesje beseda svečke. Oziroma, kakor jaz vem, sem se zmedila za olje. Zdaj sem malo zmedena, kaj? Ja, sej, to bom zdaj razložila, ne. Kako pa nas vse stvari potekajo, da boste razumeli. Jaz sem pač tist, ki pomagam ljudem, ne. In prvič, ko se dobimo, ne, boste vi seveda olje oziroma to stvar vzeli, zaradi tega, to je stvar dogovora. Jaz vas še nisem spoznal, oziroma vi mene niste, mogoče prek medijev, to je tudi vse, ne. Dobro je, da vem vsaj približen kdo, zakaj, kako, kje. Velikrat se vprašam, ste najdeli vzrok težav, oziroma vzrok, zakaj je rak, zakaj je to tako, pa tako, ne. Pa delamo naprej, ne, terapijo, ne. Seveda, da je pač začetek je seveda z oljem oralno, ne. Morate se zavedati, da oralno delujejo ledvica jetra hitreje enkrat, dvakrat, ne, medtem kot rektalno, vaginalno delajo oziroma ohranimo to delovanje, ne. Tudi zdaj moram to poudariti, kar prej nisem povedal, v Liechtensteinu delajo znanstveniki z svežo konopljo. Super je bilo, da bi pri nas pač zakon spremenila, ne, zato ker sveža konoplja, če bi delali smoothie ali pa če bi sam džusali, ima 60-krat večjo učinkovitost, kakor pa samo to olje, ki ga mi delamo, ne. Samo do tega moramo priti. Jaz mislim, moje mnenje je itak, da se pač bolnik se mora prvo naučiti, ja, konoplja je pač psihična odvisnost je manjša kot od kave pa od čaja, se pravi, mi ne morejo škoditi, mi lahko samo pomaga od tam naprej, ko začne olje jesti, bo spoznal tudi trožo, jo bo hotel spoznati, da si bo naredil sam zdravilo, ne. Tako je pa isto pri vas. Vsi bolniki, ki pridejo do nas, jim predlagamo, ne. Jaz dostikrat pa na koncu vprašam, hiša ali pa blok, da sem ne vem kaj, ne. Pa pač pove, pa hiša, ja, kakšen greenhouse oziroma topla greda in si lahko posadite, ne. Kje se pa seme dobi? Malo reklame lahko naredim, ne, www.semena.si. Drugače pa spet, moje mnenje je, da, okej, žal nimam nobenih semen s sabo, ponovadi jih nosim, pa jih nekaj potalam med vas, ne. Sam zdaj pač to ni možno, drugače pa www.semena.si. A iz vsalska semena zraste prava sadika? Gospa, a vete, to je tako, ker cel čas podarjam, da je vsako bitje individuuma, ne. To je tudi roža, čisto odvisno, kako boste vi se ukvarjali z njo in tako naprej, ne. Moški, ženska, zdaj jaz recimo ta semena, ki jih dajem vam bolnikov naprej, komorkoli sem dal, so bila ženska, feminizirana. Morate vedeti pač, da regularna pa feminizirana postajajo, ne. Zdaj večinoma že prodaja samo še feminizirana, tako da regularnih zelo težko dobite. Letos, kar vas prosim, pa lahko to je najmanj, kar lahko naredite, ne, da industrijsko konopljo posejete kjer boste. Mi v Ljubljani bomo hodili, pa ne z industrijsko, bomo hodili okoli
Ja, meni je to the best, no. Bomo hodili okoli in bomo pač sadili, ne. Eno motikico s sabo, pač pa malo, ne, zato ker od tistega, da v sam vrgu pa zrastel, nič ne bo ponavadi. Smo že probavali. Več nas bo, bomo dosegali tako, kot so te v Nemčiji, ne. Več konoplje bo, manj jo bojo sekali, ne. Čeprav razumem, ni potrebno biti kmet, da imaš to. Lahko, če imaš hišo... Recimo pač jaz zagovarjam, bom rekel zdaj, kot je ona rekla, čeprav predelnik medicinska mi je, sorry, izrazum je brez veze zraven. Vsa konoplja je medicinska, ne, ali je to industrijska, sativa, indika ali pa rudoralisa, ne. Tako da to je čist brez veze, da je ta predelnik zraven. Ja, sam, to za medicinsko ne rabaš nič imeti, ne. Mi bi probali pač doseči, da bi si recimo navaden smrtnik lahko nekaj posadil, ne. Ker na koncu se pogledate zdaj Colorado, Washington, pa druge države v Ameriki, ne. To je bolj ekopredelska akcija bila nekaj predlagana, ne, da bi se pač semena vrgla v kombinaciji z tako imenovano industrijska, ne. V bistvu jaz bi še javno pripomogla na tisto, kar je že Jako začel, medicinska uporaba. Ja, dejansko je vsaka uporaba konoplje medicinska. Tudi to, kar se je uporabljal izraz rekreativna uporaba, v bistvu v luči tega, da se vsako zdravilno zelišče, kadarkoli se uporabi meta, čaj, žajbelj, rmana, ne, da to se nikoli ne reče rekreativna uporaba rmana, ampak se vedno pač preventivno se pač zdravilno zelišče uporablja. In tudi v bistvu se je težko deliti zdaj na recimo teh 100,000 prebivalcev Slovenije, ker to pač preventivno uporabljamo, ne, že dolg, jaz 30 let že to uporabljam. Meni ne more en psihiater, ker pač nikoli ni tega raziskal, nekaj pavšalno ocen, da jaz ne znam več razmišljati, ne, po 30 letih. Jaz imam svoje razloge, zakaj to v bistvu je že 30 let, ne, mi je pomagal pri najrazličnejših in fizičnih v bistvu stabilizacijah, recimo imunskega sistema in psihičnih stabilizacijah. Nisem nikoli imel nobene potrebe, da bi v bistvu hodil k kakšnim psihiatrom, ker je pač zdravilno zelišče dosti učinkovito. In takšnih je 100,000 tukaj, ne. In to niso, zakaj bi bili ti ljudje kriminalizirani. Seveda, ne more vsak, jaz pač sem tle, ne izpostavljen, pa lahko povem to, a ne, večina ljudi ne bo to povedala, pa so v bistvu dosti uspešni, predvsej bolj, kot jaz sem v svojem življenju. Mislim, imajo tudi kakšna podjetja, pa ne vem kaj, v bistvu so. In oni ne morejo enostavno si reči to, mislim, si privoščiti, ne, zato ker bi bili takoj stigmatizirani, ampak so dejansko stigmatizirani, in teh je 100,000 ljudi. In to se v bistvu preventivno zdravstvena uporaba, je to bolj pravilni izraz. Ni to rekreativna uporaba, to niso neki skriti ljudje, ki bili kriminalci, ampak samo zato, ker so kriminalizirani, se ne smejo izpostaviti. To bi pač dodal. Naša iz kmetijskega stališča nekaj, koliko avtohtonih semen je še ohranjenih v slovenskih starih, recimo? To pa moja. Čist minimalno vem. S temi stvarmi se pač nekaj let ukvarjam. Tudi iz ene stiske sem se začela s tem ukvarjati. Mogoče tudi poudarjati večji pomen ekološkemu kmetijstvu, večji pomen biološko dinamičnemu kmetijstvu, večji pomen različnim tehnologijam pri kmetovanju, obdelave zemlje. Pač vse možnosti, ki bi odgnale uporabo umetnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, zdaj zadnje leto gensko spremenjenih semen. Pač malo voda. Človek išče, čaka. Ja, civilna iniciativa v Sloveniji smo neki ljudje, ki to smer peljemo. Smo tudi eno štafeto semen predlani vzpostavili in jo na vseh nivojih poskušamo med nami vsemi vzpostavljati. Ja, vem pač eno kapljico vsega, kar vem, da so pač nekje ohranjena ena semena bila, ki so bila vzeta tam takrat rešena pred tistimi uničeni tistih hektarov, pa smo jih zdaj pač nesli v tisto uradno gensko banko v Sloveniji in pač bomo pač en postopek zapeljali. Jaz
sem to zadevo vem. Druge pa ga pa še ne vem. Tudi medicinsko konopljo imamo Slovenci, če si slučajno to mislil. Poleg te industrijske izleka sta prišla dva farmacevta, ki sta mi povedala, da imamo eno Sloveniko, se mi zdi. Ne? Poleg tega je iz Krke pa še en človek povedal, da že več kot 20 let delajo na konoplji. Veliko farmacevtov hodi do nas na koncu. Poleg tega so tudi Rengejo tu kar nekaj cajta nazaj delali hišno preiskavo in so mu vzeli vsa semena, ki jih je imel. On je bil najboljša banka, jaz mislim, da ne v Sloveniji, glede na to, da se najbolj ukvarja s konopljo od nas. Zdaj moramo mi to pač zaščititi nekako. Tisto, kar nam je še ostalo. To pa lahko tako naredimo, da pač, kako sem prej govoril, posadimo posota, konopljo, na koncu lahko tudi človek, moško pa žensko skupaj da, pa bo imel semena, svoje semena, kar se mi zdi najbolj pomembno. Prosim. Kaj izvolite? Rada bi vprašala, pred 8 leti sem bila operirana na prsih in zdaj po 8 letih ozdravela. Zdaj po 8 letih imam pa raka po celem telesu. Gospa, pridite gor, malo voljo probati, ne? Vi bi mogla prva, sem do mene pridete malo voljo probati, če ne boste avto seveda in s tem nadaljevati, ne, poleg prehrane in drugih stvari, gospa. Če lahko, eno zdravstveno vprašanje še. En bližnji sorodnik je v decembru moral na Golnik, na bronkoskopijo, tumor na bronhiju v desnem, izvida še ni, sicer preposlan na kontrolo razširjenosti raka, odgovora pa ni, a je benigen, maligen. Sigurno bo prišla nekega dne pošta ali kemoterapija ali operacija. Zaupal je toliko, sreč smo dobili toliko informacij, da se 10 dni že intenzivno, se pravi, ukvarja z uživanjem konoplje. Olja, tega, kar pravimo, hašišovega olja. In kako zdaj, ko pride ta pošta, ali sprejeti kakšno od klasičnih zdravljen, pa to usporedno, seveda se bo moral samo, on se bo težko zdaj že sam odločil. Razumem. Pod takim vplivom tega, če je mogoče med tukaj pričujočimi, kakšen sta tako izkušnjo? Pač moja izkušnja, jaz nobeno rečem, zdaj pa ne iti na kemoterapijo pa obsevanje. To je stvar odločitev vsakega posameznika. In če človek prepričan, da mu bo kemoterapija pomagala, ker ima mene 10-20 pacientov oziroma je prišlo do nas s takim prepričanjem, če vidiš, da ne moreš, pač ne moreš. Njegovo življenje, nekaj rečemo, bomo pomagali, pa bomo pa začeli orang kuro. V takem primeru, recimo, jaz sem imel prejšnji teden enega gospoda tukaj, ki ima črevesnega raka. Star je pa, mislim, da 42 let, se pravi, 10 let starejši od mene v bistvu. Že določen termin, datum za operacijo stoma, na koncu bom imel vrečko. A si kdo predstavlja, zdaj pri 42 letih vrečko, pa pol do konca življenja z vrečko? Jaz ne. V takem primeru, si itak sam svoj gospodar, probaš eno rešitev najdeti. Če vas prepričajo tam v svoje stvari, verjetno slab za vas. Tak človek v bistvu rabi informacije, ta človek bi mogel biti danes recimo tukaj na koncu. On je že tako intenzivno v konopljeni terapiji, da bi že težko prišel iz Turnilskega. Super, pa poslušajte, finta pač te terapije, zdaj je tako, da mu jačate, dajte mu, ne se zdaj ustrašati, Marija, človek bo pa samo spal, gospa mi je rekla, to pa lahko zdaj neha dihati, Bom zdaj povedal 2 primera zdravnikov iz Hrvaške pa iz Srbije. So prišli sem zadnji stadij raka, oba dva. Ležali na smrtni postelji, začeli so s terapijo. Več kot 1 mesec terapije, pojedali so 20 ml olja. Človek je samo spal, so me klicali že parkrat, jaz to ne vem, moram imeti prav zraven špego, da vidim, če diha. Čez 1 mesec je gospod se oblekel, je šel ven kositi travo okoli bajte, treba mi imati bla. Te gospodje danes še vedno živijo, žal do mene ne hodijo zaradi tega, ker sem pač povedal, da
Slovencev nas je toliko, da ne moramo sam pomagati na koncu koncev, ne. Pomagaj si in Bog ti bo pomagal, ne. Ampak oni zdaj terapije, oni so že večkrat 80 ml olja pojedali od tiste terapije, tako da ne se zdaj ustrašati, če imate seveda na voljo, ne, ker tolmin jaz vem, da je dobra ideva, ne. Se priporočamo. V glavnem, če imate to na voljo, pač dajte skrb moči pa naredite to olje, ne. Nujno, pa čim več, tem bolje, ne. Zdaj tiskaj je bolan, pa še tiskaj misli, da je bolan zraven, da ne bo bolan, ne. Ja, se veliko je takih, ne. Jaz pač predlagam tudi okolici, da začne, ne, jesti okolje, tako v vašem primeru isto, no. Lahko samo vprašam, za smutije. A se lahko ta stvar zmrzne, če hočeš svežega skoraj smutije delati? A konopla? Naprimer, ko jo pobereš, a lahko če hotel smutije delati, pač smutija je najbolj. To sem že razmišljal, ne, sem kako nimam toliko na razpolago. Ja, pa liste, stebla, Vse, okej. Moja letna količina, no, da se razumemo, je 15 kg trave na leto, da sem jaz mogoče brez inzulina, ne. 4 ml na dan pa to pač povleče za sabo. Jaz sem tudi razmišljal, ne, kaj bi lahko, se ne, nič tisto, ki zmrzne zadeva, ne, ali ne. Probati treba, ne. Jaz tega še nisem probal, smuti sem enkrat pil, poleg tistega olja meni že vse drugo pač pomaga, tako da ni tistega učinka. Jaz v bistvu moram iti čez lužo, zato da bom videl sploh učinke, ker jaz toliko zdaj delam, ne vem, pri zakonu pa pri ljudeh, da enostavno sebe pozabam, Kovačeva kobila je vedno bosa. Prosim? Zmrznjenem ne bi smel biti toliko ličen. Jaz mislim, da ne, pač kaj, samo molekule, kaj, ki se uničile, pa pol, ki se odmrzne, ne. Tako pri mesu na koncu koncev. Ne, tam je voda. Pa ni panike, po mojem. Probajte treba, ne, zdaj, če imate tako količino na voljo, ja, da best, ne. No, ampak eno celo skrino, pa tako količino narediti spet od to, ne. Da samo prej skrinjo, pa se zelo. Aha, ja, okej. Ne, drugač lahko, da boste vedeli, drugač lahko to hašišovo olje, Rick Simpson olje lahko naredite tudi kukije ali pa druge stvari, ne, lahko na tak način, ki vam paše, ne. Stric Google veliko stvari ve, ne. Veliko se jih moti, veliko pa jih ve, ne, tako da samo pišete noter, pa bo to. Več kot 11, mislim, da je 12-13 držav zdaj po Evropi, zadnja je nekaj Francija dala, predzadnja je bila Romunija, v medicinske namene, da se pogovarjamo, ne. Ja, Španija, Belgija, Portugalska, Avstrija. Zdaj, jaz sem enega človeka, ki je v Švici, pa je rekel zero tolerance, se pravi, razumem, da ni, čeprav oni imajo heroin na recept, ne, tako da se moramo vprašati, kako pa kaj tam. Ampak je 12-13 držav, recimo pač v Evropi, v Ameriki je pa že čez, ne vem, koliko jih je zdaj, 20 ali koliko, ne? No, prosim. Rak na dojki, prav tumor, presesan pod kožo. A je smiselno mazati tudi, ali ne? Ne, jaz mislim, da je smiselno jesti, ne, iznoter na ven, oziroma tudi, ko bom rekel, tiskam preveč denarja, ali pa če me preveč robe, ne se tudi maže, jaz bi plaval v tem olju, če bi ga imel. Me to že imamo. Ja, okej, kje se dobimo? Prosim, ja. Olje iz posušenih cokov. Ja, posušenih, ne svežih. Svežga ne moreš več. Ne, zaradi tega je preveč vode zraven, sem že delal smudije, tako je rekla Tanja. Drugač pa sem tudi probal sveže, ne boš mislil. Vse sem probal. Sem zažgal tudi stovanje, pa tudi tu sem že vse zažgal. V glavnem moraš biti pač, ne. Preveč vode je zraven in bolj v bistvu olje pa voda se tako skoro zmiksata, da tole olje je pač dobro, tudi dobrega okusa, tisto pride pač tako ven, da ne bi, mislim, tudi zamazati, ne vem, če porabljal, ne. To je ta problem, tako da posušeno, pol kila posušenega, cirka 60 ml oziroma več manj, čisto odvisno od same kvalitete konoplje, ne. Moje izkušnje so me pripeljale do tega, da več procentov THC ima konopla, se pravi tudi več smole, več bom imel olja. Valjda močnejše bo, ne. Nismo omenili psihične težave, šizofrenija, depresija in tako naprej, ne. So nam govorili, da vse te stvari povzroča na koncu konopla, to ni res, ne. Zdaj, jaz sem en članek enega bolnika bral, ki je govoril, da uporablja
indiko, šizofrenik, indiko z nizko osebnostjo THC-ja, z visoko osebnostjo CBD-ja in da mu zelo, zelo pomaga, da antidepresivo ne vzema in tako naprej. Tako da bi mogli tudi kakšno stroko vprašati glede teh stvari pri nas, ne? Ker psihiatrija je glavna, da je zakon tako napisan. Ja, prosim. A imaš kakšne izkušnje tudi s kakim otrokom z epilepsijo? Ok, imam enega od Maše oče, ki se tudi malo javno izpostavil. Jaz sem temu očetu probal zrihtati travo, ki je imela nizko osebnostjo THC-ja. To je pri nas zelo težko dobiti, da se razumemo, ker pri nas je črn trg bolj za dan najboljši. Se pravi, tega ne moramo. Jaz ne vem, je 18-letnik otrok ali ni otrok, ampak lahko ti za tega povem. Dal sem eno tole maščobo sem dal v Etiopijo. Do enega ljudstva, v glavnem enega plemena, ki je v bistvu izomera. Ful jih je mal. Pri 18 letih je imel ne vem koliko napadov na dan ta človek. Zdaj so te ljudje do mene prišli in so povedali, da nima več nobenih napadov. Seveda pač pri 18-letniku se lahko mi to prvošimo, ali pa 15, 14, 13. Problem so 7-letniki. Dokler mi ne bomo imeli konoplje equal CBD THC oziroma saj CBD višji, pa THC manjši, bomo ful težje pomagali. Čeprav pa je ena skupina ljudi, ki to dela, ampak jaz nisem med temi, žal. To je ta Šarlota. Ja, to je, Mikaela, ona uporablja svega Boga. Šarlota, pol imaš vse veliko teh strejnov, ki so zdaj naredili 1% THC-ja, ful CBD-ja. Sam problem vseh teh zadev je, da jaz sem že probal naročiti, sem se pogovarjal s temi, ki to dobavljajo, pač iz Amerike na bojo sem poslal, oziroma jaz tega ne dobim. Cena, če smo bili pri teh semenih, 250 € 10 semen. Jaz bi dal tudi 10 000, če pomagam, če mojemu otroku pomagam, pa eno tam zraven, da ne bom imel 30 napadov na dan. Dan takoj, ni panike. Ja, če čisto pogledamo, je ful malo v bistvu, če tako. Jaz zdaj tako gledam, za otroka, ki še ni razvit itd., tistih 30 napadov na dan, 250 €, pa malo tvoje dobre volje, narediš en grov, narediš olje, seveda smo mi tukaj, da ti pomagamo. Otrok bo bil otrok, ampak ne bo bil tam en, ki se skozi trese na koncu. Grozen je, pač otrok ni otrok na koncu. Zdaj, če je dom med vami, ki se vidi v tem, da bi šel mogoče z nami čez luž oziroma z mano, mi ne na koncu povem. Jaz vsakmu povem, neki kandidatov se je najde vidim, da je to bolnik, zaradi tega, ker mi lahko pokažemo, da smo brez inzulina toliko cajta ali pa brez drugih tablet ali pa stvari. Jaz mislim, da sem končal, oziroma da bom še pol nadaljeval tisto, kar bi bo kaj vprašal, prosim. Ja, jaz imam vprašanje, ali zdaj ste že malo vidno, da ste končal, a se potem lahko dobim vani? Ja, seveda. Ja, prosim. A lahko poskušam malo tega olja? Izvolite gor. Jaz sem ponovljenega raka in... Ja, vi ga mogli jesti, ne pa poskusati, gospod. Vsi tisti, ki ste raka preživeli... No, sej, tako kot ste rekli, polište prstaro. Jaz bi med tem povedala še eno malenkost o tej konopljeni smoli, da se to ne uporablja samo za zdravljenje težjih bolezni. Zelo dobro se uporablja pri opeklinah, ker kadar to nanesemo na sveže opečeno rano, deluje antiseptično, deluje proti bolečini, celi rane po operacijah, kakšne zašite stvari, ki se gnojijo, zaradi tega, ker so na predeljih, ker se bolj potimo. Tako da, če ima kdo kakšno rano na koži, kakšno zagnojeno stvar, gotovino, kakorkoli, lahko pride tle sem, zdaj malo si namazati, bo že jutri videl, da je stvar drugačna. Ne se bati, zdaj imate priložnost. Sicer pa pogovorite se s svojimi prijatelji, ki jim zaupate, z otroci, z bratranci, sorodniki. Boste videli, koliko ljudi v
bistvu vežejo o teh stvareh, pa se samo ne upajo pogovarjati. Tako da, če se boste pogovarjali, bo šla beseda med ljudmi še hitrejš naprej. Jaz upam, da smo vam dosti stvari povedali, tisto, kar imate za vprašati, nas še telo vprašate. Hvala, da ste prišli, pa kaj. Torej, vi dve podpirate legalizacijo konoplje? Ja. Se vam zdi prav, da bi lahko sami pridelali za samo zdravljenje in za vse ostalo, da imamo to pravico, ne da se ljudje morajo skrivati in da jih je strah še vedno govoriti o tem, kako recimo se sami zdravijo s konopljo. Seveda. Potem, ko ste danes slišali, nam je samo še potrdil, kar smo slišali od znancev in so bili gostje, je bilo ogromno, ki so preboleli različne videti, kako so trpeli svojci. Če bi prej vedeli za to konoplo, da verjetno ne bi, da jih ne bilo hranje, mrsično začlenje, unikom svojcev. Moja osebna izkušnja je to, da so mi pred 12 leti shizofrensko šizofrenijo diagnosticirali. Letos me invalidsko upokojili z isto diagnozo. Kaj ne rečem, prav s konopljenim oljem samim, ker potem s konopljo se srečujem od nekje od 16, 15, 16 leta. Jo dnevno uporabljam, pač tako, kar se da, ker je na črnem trgu to tudi zelo drago. Zelo drago, tako, mislim, v smislu, kakor rečemo, Jaka pove, koliko rabiš za olje, pa v primerjavi z njegovo ceno za medicinske namene se pač ne da enačiti. Ne? Če za konopljeno olje rabiš približno pol kile sušene konoplje, zdaj na tržišču se gram konoplje prodaja po 10 evrov. To bi mogla država nekako zajezdati, pa pustiti v bistvu nekomu, ki v zdravstvene namene to potrebuje, z nekim predpisom možnost pač konzumacije na tak ali drugačen način. Bolje sem srečala, žal, bom rekla, dobre 2-3 mesece prepozen, ko sem se soočala z očetovo boleznijo, bil je pripravljen takoj pristopiti, ne pa se podvrči terapijam s konopljenim oljem, vendar je bilo prepozno, ker so tudi samega raka zelo pozno diagnosticirali, je bil že v metastazah. Ne. Moram pa reči, da uporaba konopljega olja je zelo, tako kot sem rekla prej, ko sem se javila v publiki, nikoli ni bruhal. Vsi na onkološkem so govorili, kako jim je slabo, kako je hudo, kako moj oče razen izgube zavesti in kome zaradi kemoterapije nikoli ni bruhal. Ker če bi bruhal v tistem stadiju, bi se zadušil. Zdaj jaz konopljo uporabljam predvsem v obdobjih depresije, ker pač imam bipolarno motnjo. In ti pomaga? Lažje ozavestim problemi, s katerimi se v bistvu soočam. Lažje ozavestim, vzamem svinčnik papir, pa pišem, ne vem, knjige, romane, pravljice, karkoli. Si s tem lahko pomagaš, da... Olajšaš, kot psihoterapija, no. Rabiš tablete ali ne? Jih moram uporabljati, ker sem toliko let že v bistvu na teh njihovih terapijah. Živel bi si na predavanju, povej, kaj si misliš o razvoju konoplje v Sloveniji? Mislim, da se končno stvari premikajo v pravo smer, da prvo, da je sploh javnost ozaveščena, oziroma da postaja bolj ozaveščena, da je to stvar, ki je v debati, da ne miruje in da se ne samo pač vrti skozi v krogih, ampak da se končno kaže nek napredek tudi na tem področju. Končno. In tvoje izkušnje s konopljo? Moje izkušnje s konopljo, pač sem rekreativen uporabnik, do zdaj nimam kaj slabega zapovedati, oziroma pač seveda so pač takšne izkušnje, takšne in drugačne, ampak vidim ogromen potencial pač na vseh področjih, od kmetijstva, seveda medicina ta glavna, in kot bodoči zdravnik je tudi zame osebno pač ena zelo zanimiva, je zelo zanimivo področje, ki mu mislim pač posvetiti svojo kariero.
Torej verjameš, da uradna medicina in pa alternativna medicina bi mogla združiti svoje moči? Tako, to mora hoditi z roko v roki, zato ker eno brez drugega ne gre. Enostavno se ne more znanje, ki je nastajalo 1000 let, pozabiti oziroma se ga ne more zavreči kot nekaj, kar ni uporabno oziroma kar ne more danes ljudem pomagati. Bravo, osvežilno, hvala.